Jaz sem to vprašanje vedno tako sovražila, ko me je kdo vprašal, ker jaz nisem nikoli vedela. Okay. Torej, kdaj si vedela, mene ne privlačijo moški, ali pa mogoče te, si biseksualna? In jaz sem v bistvu takrat prvič zvedela, da sem jaz grda, da sem jaz debela, da sem jaz imam grde zobe, da sem v bistvu grda račka skupine Foxy Teens, ne. Na poti do mene je pač ta četrta roka prestregla te magnakcije in jih dala Ines, ker ona je bila najbolj suha. Ne. Še zdaj imam te, veš, dneve prenajedanja, ki bi vse zmetala vase, ki bi... Kaj je bil nek tvoj najlepši spomin z njo, ko se ga takoj spomniš? Recimo neki res tisti Roman Empire, ko si bila mala. In to se ful spomnim, ko ona mene zagrobo in pome je tam mrcvarla in žgečkala in lupčkala in to mi je bilo tako ful vedno cute, ja. Hello, prijem te spustim v današnjo epizodo. Se želim zahvaliti tebi, ker me podpiraš in pa svojima dvema glavnima sponzorjema Swai in MyProtein. Tukaj zgoraj imate Swai kodico, ki vam prinese 10%, spodaj pa imate kodico od MyProtein. To je to, hvala še enkrat in uživaj v današnji epizodi. To, drugače pa, ja, delam za različna podjetja, skozi se kaj dogaja, veliko kuham. Si ti posebej, ko priješ za potovanje, ko takoj razpakiraš, ali še imaš v kufrih stvari 2 tedna? Ne glih 2 tedna, Okay. ampak ne, nisem tip, ki bi takoj vse naredila. Ko po mojem imam pol v kovčku še kakšne 2 dni, siguren. Vse stoji, ja. Si še dobra. Jaz sem bila na potovanju pred enim mesecem pa pol, še kar je v kovčku. Zato ker veš tisto, ko si rečeš, ko gledaš neko majico, pa si tak, to bom jaz še sigurno enkrat nosila. Never happened, ne? Tako da, v glavnem, greva za najprej na kuhanje. Jaz obožujem kuhanje, drugače. Ja. Itak pač fitness, meal prep, to meni je, kuhna, I love it. Ena redkih. Res? Ja, ljudje danes ne marajo kuhati. To jim je tako odveč. Ja, sej ko tako pomislim, je res, ne, zato ker jaz sem vseeno obkrožena z ljudmi, ki, ne vem, delajo z mano, itak imajo vsi jedilnike, ali pa imajo vsi makrohranila, pa si vsi morajo kuhati, ne. Pa če tudi recimo gledam naše doma, mi smo vseeno z vasi, ne, ampak če pa gledaš, da je res ta fast lifestyle, pa samo ki bojo nekaj pograbili na hitro, ne. Ja. Kako si se ti srečala s to neko ljubeznijo do kuhanja, iz kod izvira? Ne vem, to imam vse, pa pač jaz najprej ne podarim, jaz zelo rada jem. Ne. Ampak niso pa vsi ljudje, ki radi jejo tudi tako, da radi kuhajo. Ne. Tako da, ne vem, jaz sem že od majhnega na pultu sedela, pa mami gledala, kako kuha, pa babi in pač to mi je bilo tako vedno zanimivo in že ful zgodaj sem tudi začela sama kuhati, recimo, dobro, to ni zdaj glih zahvaliti, ampak jaz sem imela en ritual pred šolo v osnovni šoli, da smo ob 7 zjutraj smo se dobili pri meni, tiste punce, ki smo šle skupaj pol naprej, ne, in smo si pomfri pekle. In jaz sem vsak jutro skoraj lupla krompir, rezala in ga pekla, tako da že takrat smo začeli, no, pol pa se je pač ta ljubezen samo stopnjevala in ful rada kuham. To mi je v bistvu nekaj sproščujočega. Tako uživam, nikoli mi ne bo tudi težko iti za koga skuhati, tudi če je ob enih po noči, jaz sem vedno grem. Ni mi pa dobro pospravljati, to pa... Tukaj pa bi rabila koga, da za mano to naredi. Tu si omenila, da ste imeli ritual, da ste si rezali. Kdaj je bilo to, koliko si bila takrat stara? Po mojem menih 11, 12 ali pa že prej 10. Ja, pač ne vem, jaz ne vem, kako je do tega prišlo, pa pomfri zjutraj, až tekaš, kva je to. Ja, jaz si pa mislila, neka jajca, veš, da bi ja, ne, mi pa prav, jaz obožujem pomfri, ne. Še danes, pač, če mi bi dal eno jed na svetu, kaj lahko vsak dan jem je to pomfri. Res? Ja. Navadni krompir ali sladki, kam imaš reči? Navaden? Navaden, ja. Tako da ja, in pač ne vem, pomfri in tudi ostale so bile ful za in smo jedli tisti pomfri zjutraj masten, mislim. Vidim, da imaš danes ful dober odnos za svojo mamo, da sta zelo povezani, da sta dosti skupaj, dosti tudi objavljaš na socialnih omrežjih. Si bila vedno tak, si vedno imela dober odnos z mamo, tudi ko si bila mlajša? Ja, midve so bile od nekdaj povezane. Oče je bil bolj z doma, velike delal,
Tako da sem v bistvu večino časa preživela z mami in ja, imam že od mehanga ta povezan odnos z njo. Pa zdi se mi tudi, da v bistvu ona zdaj z mano še raste, še bolj, ne. Ful se uči od mene, noče ostati tam, kot je bila in je pač ena tistih mam, ki hoče iti naprej, da razume mene, da razume bolj ta svet danes, mlade in je ful fajn, no, da je v bistvu odprta do tega, da se uči in sprejema nove stvari, ki so njej v bistvu mogoče zelo tujene. Tako da ja. Kaj je bil nek tvoj najlepši spomin z njo, ko se ga takoj spomniš? Recimo neki res tisti Roman Empire, ko si bila mala, ali neki core memory? Ona je imela v bistvu take napade, kako se temu reče, ko hočeš, veš, otroka zmečkati, pa ga polupčkati, pa Ja. tako. In to se ful spomnim, in kao ona mene zagrobo in pa me je tam mrcvarila in žgečkala in lupčkala in to mi je bilo tako ful vedno cute, ja. In to je v bistvu še dolg delala pol, dokler nisem prišla v tista najstniška leta, pa mi je bilo tako, da je mami nekaj, no. Pusti me primer, Ja. da se cartala s tobo. Ja, tako da to mi je ful ostalo v spominu, ja. Zdaj si se predstavila že delno, tako da Nika Krmec, zdravo, hvala ti še enkrat, ker si prišla. Jaz želim, da zdaj, to, ko si začela, še napelješ dlje. Torej, kdo je Nika Krmec? Hvala za vabilo. Z veseljem. Ja, kdo je Nika Krmec? Ustvarjalka spletnih vsebin, oseba, ki zelo rada kuha, kot sem že povedala, obožujem kuhanje, sinhroniziram tudi risanke, igram klavir, kitaro. Zadnje mesece sem ful našla veselje v ustvarjanju z glino, tako da hodim na tečaj Vretena, kjer se pač izdelujem svoje izdelke. Tako da sem nek tak mali artist po duši, no. Na hitro v meni. En stavek, ki te opiše, recimo, en stavek. En stavek? Ja. Sem zelo empatična. Okay, okay. Kaj bi recimo rekla, da je ena velika slabost tega? Empat. Slabost empatov. Torej slabost tega okay, si. Štekam, ja. Si že kdaj sama sebe potisnila navzdol, da si pač probala druge razumeti? Se mi zdi, da je tukaj bolj problem empatov je to, da vsaj pri meni, ko kar jaz gledam, da mene zaradi tega, ker toliko berem te energije in me to izčrpava, no. Ker jaz, če sem recimo v sobi 10 ljudi, je meni to tako, da imam 10 radio prižganih, pa vsake na svoji frekvenciji in je izčrpajoče za mene, ne. Saj jaz se ful rada družim, meni je ful fajn to. Sam pa mogoče plačam neko višjo ceno, zato ker pač toliko poberem vse na sebe, ne. Jaz poberem in slaba čustva in dobra in histerijo in jok in vse. Jaz čutam ljudi, ful jih čutam, no. Tako da to je, bi rekla, neka slabost, ampak je v bistvu tudi ful dober, ker da si empat v tem življenju je, jaz bi si želela, no, da bi bil moj otrok tudi to, ker s tem lahko tudi pomagaš ljudem, ne. Prebereš, da je nekdo v stiski, mu pomagaš. Jaz bi rada, da to pač ima več ljudi danes, pa pač nima, ne. Nima tega v sebi. Se to smo se ravno pogovarjali, ne, da dan danes se vsem samo mudi, vsi so samo slabe volje, pa itak razumeš, da nekdo ne more biti konstantno dobre volje, da se zgodi, ne vem, jaz sem neki slabi dan, bom nekam prišla, ne bom zdaj tam bilo prijazna, ampak ne vem, jaz recimo gledam sebe, jaz tudi, če imam, ne vem, najslabši dan na svetu, jaz ne bom šla v trgovino, pa bila do trgovke nesramna, ali pa če bo tam en stari gospod, pa se mu bo mudilo, bom mu pomagala, ali pa bom nekaj, in pač res ne razumem ljudi, ki so lahko ali nesramni do nekoga, ali ki so, ne vem, živčni, histerični. Tako da, kako se ti ponavadi odzoveš na neko slabo energijo? Si pol to dejansko zapomniš, te pol to celi dan mori, ali lahko kako sklopiš? Ja, še delam na tem, ampak tako, kot sem rekla, jaz karkoli se mi zgodi, kaj tazga, jaz pol to ful premlevam.
in razmišljam o tem še cel dan, ali pa še naslednji dan, ali pa tudi en teden, odvisen, koliko je meni to pustilo tukaj noter neke stiske. Ampak ja, jaz zelo premlevam vse in študiram, kako bi lahko kaj naredila naslednjič drugače, ali pa kako bi lahko kaj izboljšala svojo komunikacijo. In pa predvsem skušam razumeti ljudi vedno bolj, iz kje izhajajo, zakaj je imel človek zdaj to stisko, da je meni to naredil, ali pa kakorkoli jaz njemu. Ne. Skušam nekako razumeti, čeprav ne razumem, ampak moramo se spraševati tudi to, ker ljudje delajo vse z nekim razlogom. Ne. To si lepo povedala, pa me je zdaj dalo zamisliti, prav ko si govorila, se vrneš v neke momente, ko so se ti zgodili, ali pa pač pomisliš na neke ljudi, ki veš, da ti hočejo slabo, pa ne veš, zakaj ti hočejo, pa razmišljaš, kaj mogoče je tisto, ko jaz v njih triggeram, da se ljudje tako obnašajo. Tako da zdaj si mi ful tak dala zamisliti, pa se mi zdi, da ja, sej razmišljamo vsakodnevno empatija, ampak tako redko, da se vprašaš, ne, kaj pa je to. Zdaj, eno vprašanje imam za tebe, pa mislim, da boš lahko tu, ne vem, bomo videli, mogoče boš lahko odgovorila res tako, da bo tudi komu, ki je iz starejše publike dalo zamisliti. Zelo se mi zdi danes tako sporno za starejše ljudi, ko jim recimo ti omeniš psihologa, pojdi tja, pogovori se. Med mladimi se mi zdi, da je to veš normalno. Ne? Jaz te vprašam, Nika, si že kdaj bila pri psihologu, ti rečeš ja ali pa rečeš ne, bo gledalci, ki so mogoče najnih let ali pa malo mlajši, malo starejši vzeli oba dva odgovora kot ok, vredo, ne? Zakaj bi ti rekla, da se starejši ljudje tako težko vidijo v tej zgodbi, da bi pa zdaj oni šli k psihologu? Ja, iz istega razloga, ker danes je še vedno med starejšimi se tabu ločete. Ne? Kaj bojo pa drugi rekli? Ne? Vedno je to, kaj bojo pa drugi rekli, če jaz bom šla zdaj k psihologu. Ne? Se bojo pa mislili, da sem zmešana. Ne? Pač ljudje niso s tem odraščali, ne poznajo tega. Takrat se v letih naših staršev se o tem ni govorili, o tem niso imeli toliko podatkov, niso imeli toliko informacij, ko jih imamo mi danes, ki si lahko gremo pogledat. Napišemo par stavkov na internet, pa ti vrže milijon člankov o tem. Pač oni enostavno ne razumejo še toliko tega, se pravi, mogli bi se o tem tudi oni izobraževati, ampak moram imeti prvo željo to, tako kot sem preomela moja mami. Ona bi tudi rekla to 5 let nazaj. Veš, da nam šla, grozen, kaj si bojo pa drugi mislili. Ampak ja, treba je potem na tem delati. Moraš imeti tudi prave ljudi okoli sebe, ki ti mogoče o tem kaj povejo. Recimo, ljudje smo zelo na podlagi mnenj se odločamo od drugih. In če nam bo zdaj 10 ljudi isto rekli, bomo pa mogoče pomislili, pa bomo pol šli. Dokler pa pač nimamo nobenega, bomo ostali v tem mehurčku, pa pač se ne bomo niti sprašvali o tem, ampak bomo šli za tem, ne, to je grozen, ne bom šla. Ne vem, to je neko moje mnenje o tem. Ne, se si lepo povzela, se dejansko strinjam. Prej si omenila, da ja, si empat, pa da si vse vzameš ful k srcu. Kako gre to skupaj s tem, da si javna oseba, da si javno izpostavljena, da dosti deliš na socialnih omrežjih, itak si izpostavljen fulanim dobrim komentarjem, se mi zdi, da je tvoj community zelo pozitivno, ampak sej veš, pač najde se tista kapljica v morju ljudi. Kako reagiraš na to? Reagiraš, no? Ja. Sej veš. Ja. Jaz moram povedati, da sem ful vesela, ker imam jaz res mal tega. Mislim, mal nekih komentarjev pride do mene, no. Jih je bilo v preteklosti veliko več. Tudi zaradi tega, ker sem sama izvala z vsebinami, ki sem jih delala, sicer nič tazga, da ne bo zdaj kdo mislil, ampak pač narediš kaj mogoče malo nepremišljeno, se vemo, da se ljudje na vse obesijo, na vsako stvar. Kako sem se takrat spopadala s tem, ja, tako kot sem ti rekla, premlevala sem to dneve in dneve, probala sem popravljati stvari. Ja, se pa še vedno kakšni komentarji zelo zadanejo, ampak moraš dobiti neko trdo kožo glede tega, ker na vse zadnje si se sam odločil, da boš v tem svetu, da boš se izpostavljal in moraš biti pripravljen na take komentarje. Enostavno moraš biti.
moraš se zavedati, da so pač to ljudje verjetno, ki sedijo za računalnikom in ne znajo svojih občutkov in njihovih dogajanj v življenju drugače procesirati, kot pa da nekomu napišejo nekaj slabega. Ne? Tako da jaz sem si pa vedno to tako vzemala, kot ne sekiri se, to je samo še ena oseba za računalnikom, ki pač nima drugega dela, kot da ti pač želi slabo. Zdaj je pa res tega zelo malo. Mogoče tudi zato, ker jaz toliko preštudiram zdaj, kako bom kaj posnela, pa da ne bom tukaj tega naredila, ker vem, da lahko to izzove to pa to. Kar sicer ni vedno ok, ampak tako se nekako jaz zavarujem, ampak še vedno pride tudi do tega. Ja. Bi rekla, da si zdaj kaj manj Nika, ko si bila pred, ne vem, parimi leti, ko si verjetno bila bolj unfiltered. Pogrešaš ta del sebe? Ne, se mi zdi, da sem vedno bolj Nika. Ok. Ja. Sem sklepala, da si rekla, da ful bolj premisliš stvari, ravno zato, no. Ja, ok, mogoče iz tega vidika, sem bolj razmišljam, bolj pazim stvari, ampak vse to ni slabo. To je v bistvu fajn, ne, da se tudi ljudje naučijo, kje si ga kdaj posral, pa tako se sem tudi jaz delala napake, se smo vsi ljudje. In prav je, da se učiš skozi leta in se mi zdi, da sem vedno bolj Nika, ne vedno manj. Ja, dejansko to tudi pride za zrelostjo, ne? Vam vprašam, koliko si stara? 31, mogla sem kar pomisliti, 31. Drugače, ne vem, meni zgledaš ful mlajša, saj sem videla, da si sem videla, da si dala za 30 gor lani, se mi zdi, ampak zdaj sem razmišljala, tako veš, ko itak nimaš skozi v glavi, koliko je bil ta snodak, če sem bo rekla 24, 25. Hvala. Ne pač super. Res gledaš zelo mladostno. Hvala. Ko si pa ti stara, oprosti? 20. Sem bila letos. Ne. Ja. Wow. Res? Se mi zdi, da tako nas pošla družba ful vpliva na nas, tudi veš, s kom se družimo, ali je družba, ne vem, zrela, ali je manj zrela, ne, ali se družiš starejšimi, z mlajšimi, pač določeni ljudi prerasteš, pustiš za sabo. Ne. Tako da ravno v okviru tega si tudi dansko šla javno, dansko pač tvoja zveza je bila cel čas javna, tvoja bivša zveza, ne. Kako si potem šla čez javn razhod, ne, ko so potem, tu sem pa videla res ogromno enih komentarjev, vprašanj. Ja, še danes imam skoraj pod vsakim postom, a sta Žiga tam še skupaj. Kako sem šla? Pa noč, jaz nisem nikoli nič potem objavila, niti o najnem razhodu, o ničemer nisem niti govorila. Noben me ni tako ful spraševal o tem, razen pač komentarji, ki se niso odnehali do danes, ampak jaz nisem na nobenega odgovorila, tako da pač puščam tukaj, da ljudje sami dojamejo, kaj je na stvari. Mislim, da nisem nobenemu zdaj dolžna tukaj razlagati, kaj je bilo med nama, pa tako midva z Žigatom so še vedno v super odnosu, še vedno se slišva, sem pa tja tudi delala vse skupaj en projekt za en spot. Tako da, ja, je pa definitivno, ne vem, če bom še kdaj glih zvezo tako javno oglaševala. Mislim, vse je super, pa kdaj objaviš kako slikco, ampak da bom pa zdaj šla prav v objavljanje vsak dan te osebe in tako, pa ne bom zaradi tega, ker ja, potem potegne to ful enih stvari za sabo, pa ne veš zdaj, kaj točno s tem kontentom narediti, da ga pustiti gor, ga zbrisati. Ja. Ja, ker se potem ljudje navadijo, ne, da je konstantno ta oseba, avtomatsko, ko vidijo nekoga, te povežejo s to osebo. Ne. Ravno mi je vrlo na Furipež, da si dala neki video, ne vem, za katero znamko, da si šla za fantom nekam. Lahko vprašam, si trenutno še samska ali si v kakšni zvezi? Fantom. Sem v zvezi, ja. Okay. Ampak nimam fanta, ampak imam punco. Ok. Ja. Pol pa se mi zdi, da je... Aha, vem, kaj si videla. Ja, je bil to hec? Sem povedala, da pa je to mogoče kakšen tak skeč, ali da se pritegne ljudi? Ne, to je bilo pa za, v bistvu, content sem snemala za, kaj se že... Ni bil neka restauracija? Nekaj sta jedla? Ja, ampak, zdaj sem čisto...
kaj je že ta profil, no? Tako imamo malenkost temnejše lase imel, pa ne vem, kdo je točno bil, ampak smo tako, ok, pa si se poslušaš dalje, ampak... Ja, no, z njimi smo skratka snemali v bistvu content za Ljubljano, Visit Ljubljana, no, zdaj sem se spomnila. No, in v bistvu oni so imeli v skečih, da jaz v bistvu obiskujem Ljubljano s fantom, imeli so še enega igralca in ja, mi dva so v angleščini pač govorila, ne vem, so šla tam jaz, pa sva bila skupaj in jaz sem pač igrala, da je to moj fant. Ok. Tega, ja. Ne, jaz sem potem dansko mislila, da je za fant, pa sem videla, da nimaš nikjer nič objavljeno, pa sem tako, ok, vredo, she's keeping things private. Zdaj dansko tudi imaš najboljšega prijatelja, ki je tudi istospolno usmerjen, tako da že tu bi jaz rekla, da se vidi, da si že od nekdaj odprta do tega. Torej, kdaj si vedela, ok, mene ne privlačijo moški, ali pa mogoče te, si biseksualna? Ja. Ok. Ja, mene privlači oseba. Ok. Oseba. Čekaj, kako se ti mu reče? Je kako posebno ime? Ne vem. Se ne ukvarjaš? Ja, ne. Pač, jaz sem že, ne vem, v bistvu nekje tam pri 13, ko se začneš malo raziskovati in tudi spolno in tako, sem v bistvu dojela, da je meni moja najboljša prijateljica všeč, ne? In sem tako, pa nisem dojemala to tako, veš, kakor da ljubezensko, ampak sem imela neka taka čustva do nje, tudi odkrivanje z njo, določenih stvari in ja, in takrat sem v bistvu že dojela, da mi ni važno, ne, da je to punca ali fant, ampak potem sem vedno pristala v bistvu v zvezah z moškimi, do zdaj. Ko pa sem pač dala priložnost tudi temu in sem videla, da je krasno in čudovito. In ja, zdaj ne vem sploh, če bi šla nazaj, če se to slučajno kdaj ne bi šlo. Mi je tako fajn, tako čist nekaj drugega je, drugač v vseh pogledih in ja, lepo je, no. Kaj bi rekla, da je glavna razlika med zvezo z moškim pa z žensko? Čustvena inteligenca. Pa to, da pač ženska razume žensko v različnih aspektih. Ampak to, da jaz lahko razglabljam v svojih čustvih z osebo toliko globok in da pač je to normalno in da se lahko pogovarjamo ure in ure o nekih zadevah, ki so pač moškim tako, no my god, ta lahko že nehaš, ne? Je tako fajn, ker se toliko lahko zbližaš na drugačen način. Komunikacija je pač tukaj čist nekaj drugega. Zdaj ne rečem, sej tudi fanti obstajajo taki, so tudi moški zelo čustveno inteligentni, ampak jaz pač nisem še srečala tazga moškega, da ne bom zdaj tukaj posploševala, ampak moja izkušnja je taka, da pač ima toliko dobro komunikacijo zdaj s punco, da je to toliko rešuje enih zadev, toliko je fajn, ker lahko pač čisto vsem se pogovoriva, čisto vsem lahko prideva do dna, ne? Ker je ni tukaj zdaj samo jaz sem vprašala, kaj narobe, bova si sicer nekaj povedala, ampak ne bova prišla čez dna, z njo pa grem lahko v globine in brskam in raziskujem in je toliko fajn, ker lahko pač vse rešva. Ja, dejansko ni tisti platonski odgovor, verjetno ne, ampak tisto, ja, ok, to me je zmotila, si naredila, ok, ne bom več, ne? Ampak je ok, zakaj te je to zmotila, ne? In potem se res razreši in spoznaš verjetno osebo na dosti globih področjih, ne? Jaz sem tudi oseba, ki mi komunikacija ful dosti pomeni, imam nasproti sebe Gašpera, ki je čudovit, ampak mi je res tako zanimivo, da pač vsako osebo moraš to naučiti, ne? Da, ja, ženske že to imamo, se mi zdi, da nočem zdaj reči po defaultu, kar sem pa tudi imela v več preteklosti, ne vem, prijateljce, ko pa si kar hitro z nekom mogoče zaključil, ker si pač videl, da ni na tvoji ravni, ne? Ampak se mi zdaj, mogoče gled ena svet moškim, lahko ga damo obe, ne? Da se bolj fokusirati v to, kaj nekdo reče, zakaj, na kak način, ne pa na to, kaj to sproži v tebi, ne? Potem tisti obrambni mehanizem. Ja, definitivno. Mislim, sej, kot sem rekla, ti moraš najti za vsako osebo pravo, v bistvu, kako se temu reče, način komunikacije, ker vsi komuniciramo čist drugač, ne?
In če ti najdeš nekoga, komunicira vsaj približno tako kot ti, je to fucking zmaga. Tako res je fajn. Ampak ja, ni pa zdaj to, ne pomeni pa zdaj to, da bom jaz z punco, bom našla vsako punco, z vsako punco imela to, no, pač ni tega, moraš tudi najti pravo osebo, ne. Jaz sem pač imela zdaj slučaj, da je moja punca taka, ne. Si drugače odprta glede tega tudi v javnosti? Ja. Aha, ok. Ja, ni pa tako, da obešam na veliki zvon. Ja, pač povem, tudi z vsakim, ki se pogovarjam, absolutno povem, to je pač moj life, a ne bom tega skrivala. Ni pa zdaj tako, da bom objavljala na Instagramu zdaj vse o nama in tudi ta v bistvu oseba tega ne želi, tako da spoštujem tudi to in keepam private določene stvari. Se mi zdi, da imaš kar dolgoletna tudi prijateljstva, ne? Dansko z Ines, pa z Davidom, verjamem, da še s kom. Vidi z Ines ste se spoznali pri Foxy Teens, je tako? Ja. Dosti ljudje mislijo, da sta videli skupaj ful dolgo, ne? Ja. Kako se je recimo vajna pot tu potem nadaljevala? Pardon. Mi da smo se spoznale v bistvu pred Foxycami že, v zboru RTV Slovenija. Hodila sva tja in takrat se je najna pot začela, ko sem jaz pristopila do nje in sem rekla, nisi ti tista Ines iz Male Loke, ker jaz sem pa, moj bratranc tam živi in jaz sem jo že videla tam in sem pa pol sva vzpostavila neko komunikacijo, no takrat sva nerazdružljive. In je bilo ful lepo odraščati z njo in skozi Foxyce in mava res en tak one in a million na svetu, bi rekla jaz, odnos, ker vem, da bo ona vedno tukaj za me in jaz bom vedno tam za njo. Mi da sva v bistvu že 20 let prijateljice najboljše in nisva se enkrat skrigali še. Ker ima toliko isto spet to dobro komunikacijo, da pač se ne rabva, ker se toliko štekava, prebereva, rešiva takoj, valjda so nesporazumi, pre vseh so, ampak ni tako, da bi jaz se zdaj ne bi mogla pogovarjati z njo en dan. Pač ne gre. In ja, ful cenim to prijateljstvo z njo. Vprosti, ne vem, kaj si me sploh vprašala? Ne, to dejansko. Ne, super si povedala. Torej, bi rekla, da ti isto kot pri zvezi, tudi pri prijateljstvu pomeni in komunikacija in neka odprtost in tudi verjetno to, da se stvari ne kopičijo, ne, da jih takoj razrešiš, da nekaj ne štima in tega ne zadržuješ sebi. Si odvedno taka, da poveš takoj stvari? Ne? To je vse priučeno. Tudi jaz nisem odraščala v taki družini, da bi bili taki mi vsi med sabo. To sem jaz začela pri odraščanju, sem opažala, da me moti to pri meni, ne, in sem hotela spremeniti in sem. Tako da v bistvu to je zgolj priučeno. No. Pa tudi skupaj z Ines sva se učile v tej fazi prijateljstva. Potem sta bila v Foxy Teens. Ja. Čekaj, zakaj se je to zaključilo? Tega pa ne vem. Zakaj se je ta pot zaključila? V bistvu je ta tretja Foxyca šla svojo pot. Potem smo dobili sicer novo Foxyco, ki smo delovali potem, mislim, da še 2 leti, ampak potem pač enostavno ni šlo več naprej. Ines je želela svojo solo pot furati, tako da zaradi tega smo se razšle. No. Ja. In kako si potem ti nadaljevala svojo pevsko kariero? Si razmišljala še o njej ali si šla v druge vode? Ja, ne, jaz nisem šla naprej v to. Ni me to toliko, nisem čutila tukaj toliko ene ljubezni do tega, da bi jaz šla neko svojo solo pot. Nisem se tudi čutila dovolj sposobno za to, oziroma jaz sem zelo do nekih stvari perfekcionist in če jaz čutim, da tukaj jaz nisem 100%, ne bom šla v to. Tako da jaz sem potem šla čist neko svojo pot, v bistvu sem se potem še par let malo iskala, nisem vedela točno, kaj naj s sabo, tudi ta Instagram je prišel čisto spontano, nisem nikoli planirala, da bom zdaj jaz tukaj nekaj naredila iz sebe. Ja, tako da to je to. Kako si se takrat počutila, ko je to razpadlo, ko si se iskala, se spomniš še tistih občutkov, koliko let nazaj je bilo to?
Ja, 10 let nazaj, več kot 10 let nazaj, 12 let nazaj je to bilo. Ne spomnim se v bistvu, sploh ne vem, kaj sem takrat delala. Tako, niti približno ne vem, kje sem bila takrat v mislih. Vem pa sam, da pač nisem vedela, kaj ne sama sabo. No. Se pa ne spomnim. Jaz imam ful slab spomin, tako ekstra slab spomin. Ful si želim, da bi bil boljši, ampak imam kar nek brain fog za določene stvari in kar pozabljam in si ful želim, da bi pač bil moje življenje tako malo posnet, da si lahko prevrtim za nazaj, ker enostavno ne vem, še samo po slikah pa videih se spomnim določenih stvari, stalo pa tako bolj medlo. In kaj so recimo neki najljubši spomini iz tistih časov? S Foxic? Ja. Ja. Zelo veliko lepih spominov je. Ne bi nikoli zamenjala svojega odraščanja, svojega najstništva, otroštva. V bistvu sem začela pri 12, pred 13 letom. Ja, to je bilo pač nekaj, kar nima vsaka. Ne? Tako res je bilo zanimivo odraščati na odru, basically. Mi smo ful veliko nastopale po kolonijah, po različnih mestih, prevozile celo Slovenijo, obrnile milijonkrat določene kraje in ja, je bilo fajn odraščati o temu. Jaz nisem nikoli imela želje tudi recimo žurati, pa tako, jaz sem bila čisto v drugem svetu, veš, jaz sem bila, pa tudi tako se mi zdi, da sem bila ful nedorasla za svoje leta, ker smo vseeno furale malo drugačno zgodbo, tudi pesmi so bile bolj otroške, veš, ni bilo, pa tudi drugačni časi so bili konc koncev, ne. Ampak ja, to je ena taka zgodba, ki je ne bi nikoli zamenjala, seveda pa tudi to prenese svoje različne slabosti, ki sem jih pobrala od tam, ampak na vse zadnje pač je to res lepa zgodba za mano. Katere slabosti recimo zamisliš tem? Ja, ko naj to začnemo v bistvu. Tako bom rekla, jaz sem imela zelo, zelo lepo otroštvo, ekstremno lepo, zunaj smo se igrali, ni bilo telefonov, nikoli se nisem obremenjevala sama sabo, kako izgledam, kakšen imam nos, usta, postavo, obleke, lase. Me je to takrat sploh niti pomislila nisem na to. Jaz sem imela čist brezskrbno otroštvo. No? In potem v bistvu, ko sem prišla v Foxice, je v zelo kratkem času veliko ljudi izvedelo zame, je lahko videli moje slike, videe in v tistem času je tudi veliko ljudi lahko dal svoje mnenje o meni. Ne? In jaz sem v bistvu takrat prvič zvedela, da sem jaz grda, da sem jaz debela, da sem jaz imam grde zobe, da sem v bistvu grda račka skupine Foxy Teens. Ne? In potem so prišli tudi komentarji starejših moških, meni direktno ali pa indirektno v obraz, da zdaj bo pa treba malo shujšati, bo treba malo kilc dati dol. Nikoli recimo ne bom pozabila, kako smo bili po koncertu v McDonald'su in je ena od nas pustila meknakce, mislim, ena od njiju dveh. In je vprašala, če bo kjera jedla meknakce, ne? In sem zrekla, da jaz, ne? Ja, da bom jaz meknakce vzela, kjera sreča. In v bistvu na poti do mene je pač ta četrta roka prestregla te meknakce in jih dala Ines, ker ona je bila najbolj suha, ne? Tako da to so neke take stvari, ki tem otrok čist ne zna procesirati. Mislim, vse otroci so različni, ne? Nekaterim to ne bo naredili nič, ne? Bojo pač pozabili. Nekaterim pa to pusti posledice, tako kot jih je meni. In ja, tukaj je pa potem moja samopodoba šla na različne konce. Ne? In se v bistvu še danes borim s tem. To kar ne zgine. Ne? V bistvu motnje hranjenja in to. Ne? To vse potegne za sabo. O tem v bistvu nisem še nikoli govorila, tako da to je danes prvič. Ampak ja,
veliko stvari tukaj potegne za sabo. Pa, kaj veš, takrat se nismo pogovarjali o teh stvareh. Tudi jaz sem to vse potlačila pod preprogo, ne, kaj pa sem jaz vedela, da se je treba o tem pogovarjati ali pa da bi kdo mogel z mano to govoriti. In potem pač te stvari ostanejo nekje zakoreninjene globoko v tebi in jih moraš reševati potem kasneje, ne. To so neke te stvari, ki... Ja. Vprašam ravno zadnjič, Anže, če imam jaz kako verigo, ne, s temi modnimi hranjenja, pogovori ljudi, ne, ker skoro res vsaka punca, ki prije sem, ali jaz vem za to, ali ne, se nekako napelje na to, ne, in sem bila tak, da ne, ampak dejansko je to tako fest pogosto, ne, da verjetno vsaka druga, tretja punca, jaz ne vem, če dobro, verjetno poznam, ampak ne vem, če res poznam kako punco, ki bi bilo čisto vseeno, ki se ne bi niti malo ukvarjala s tem, ali bo pojedla tisto, ali ne bo pojedla tistega, ali ne, medtem ko če gledamo med moškimi, se mi zdi, da ja, tudi imamo, ampak je pač manj tega, ne, zato ker veš, ne vem, si bil v osnovni šoli malo bolj to, si samo šel na gol, si bil golman, so bili kaki, ampak ne vem, če moške je to tak fejst efekta, kot recimo nas, ne, ker je tak beauty standard pač čisto drugačen, ne, ti si lahko koliko sta takrat stara, 12, 13, 14? Ja, tam 14, 15, ja. In pa že dejansko imaš ti starejše moške, ki potem letijo v komentarji na dejansko pač deklico, ne, se seksualizira telo že takrat, namesto da bi se fokusiralo na pač dejansko glas, na te stvari, ne. Torej, kaj si potem takrat naredila? Se spomniš, kako si se počula takrat, ko je bilo to, recimo, veš, to je taka stvar, rekla si, da imaš slab spomin, ampak nekaj takih stvari se pač spomniš, ne, zato ker jih imaš pač v sebi in še ko boš stara 80, se boš tega spomnila, ne? Ja, itak, ja. Ja, valjda, prizadanete, ne. Mislim, sploh, tako kot sem rekla, predstavljaj si, da ti nikoli o tem sploh pomisliš, ne, o svoji podobi. Ti si cool, ti si všeč. In pa kar naenkrat te zbombardirajo z vsemi temi komentarji in si tako začneš dvomati vase in si tako, kaj, a res? In pa se začneš gledati, se začneš opazovati in vidiš napake in iščeš, ne da jih vidiš, iščeš jih, ne. Ker pač ti to v glavo stop, te komentarji ostanejo v glavi in ja, in potem pač enostavno iščeš načine, kako se polepšati, da boš drugim všeč, ne. Mislim, to je ful narobe, ne, ampak takrat jaz tega nisem razumela, jaz pač nisem vedela, kako drugače to narediti, kakor pa tako in se mi zdi, da je to kar nek standarden postopek, kako pač punce razmišljajo, ko še nimajo razvitih možganov dobro, da bi lahko ukrepali ustrezno, ne. In ja, in potem iščeš načine, kako shujšati, kako se polepšati, kako imeti lepše lase, lepše zobe. Jaz recimo sem do 13. leta, dokler nisem prišla v Foxice, sem se smejala na vsa usta, samo dlesni so se mi videli, veš. In potem sem začela po komentarjih, ne, gledati svoje zobe in jaz sem imela v bistvu 2 rotirano. Namesto, da je bila tako, ne. In sem imela v bistvu tako špičko. In valjda grozen, zdaj jaz to opazim, je to zdaj grozen, itak vsi imajo lepše zobe od mene in kar naenkrat sem jaz zaprla usta. Smejala sem se samo še z zaprtimi usti, ne, nikoli nisem več, prav naučila sem se, a veš kako, tudi kad si vzhičen, se ne zasmejati z odprtimi usti, ne, da pokažeš zobe, veš, take stvari, ne. In itak, pol pride toliko enih stvari v tvojo glavo, ki bi jih mogla takrat nujno začeti reševati, pa pač jih nisem, ne. Tako da ja, no, ne vem, prosti, spet sem zašla, ne vem, kaj si me sprašala. Super si. Si se pogovarjala recimo z Ines takrat o tem, ali niti recimo z njo nista govorili o tem, kaj se takrat dogaja? Ja, sva se, pa se nisva, ampak jaz nisem tega kazala tako navzven, kakor... Si interno bolj dojemala nek stres. Ja, nisem se niti zavedala veličine tega, kar se je v meni dogajalo, ne. Jaz takrat sem bila pač tako, okej, ja, to je to, gremo naprej, ne. Ni bilo to tako, da bi zdaj se poglabljala vase, zelo površinsko je bilo to takrat.
Sva se pogovarjala itak, ja, v mojih zobeh, o njenem nosu, njej ni bil recimo njen nos všeč, ne. Tako da pa so take stvari prihajale vedno bolj na plano, vedno bolj sva bile odrasle, bolj sva se obremenjevale s svojim videzom, sicer Ines ful manj kaj jaz. Ja, no, skozi iščeš pol na sebi neke napake in to ti toliko ostane, toliko ti ostane, veš, do danes, ne, pa si zdaj mogoče kdo misel, kva ta govori, ne. Lepa je, nič ne manjka, ampak to ni to, ne. Sej jaz vem, da sem lepa, jaz sem se všeč, ampak meni je všeč moj obraz. Jaz vem, da imam jaz lep obraz, ampak meni ni všeč moje telo, ne. To sta dve ločeni zadevi, ne. In s tem se pač spopadaš. Ja, sej jaz zelo rešujem to, veliko delam na tem, pa moram reči, da že zelo proti koncu tega nekega samoozdravljanja, ampak še vedno pa je to kar velik trigger. To definitivno razumem, vem, o čem govoriš, mogoče tudi zato, ker ne vem, delam res z ogromno mladimi in starejšimi, pač nasplošno ženske. Ne? Ne vem, tako razmišljam, pa mi je res tako noro, kdaj se je sploh vse to začelo, ne? Kdaj je bil tisti breaking point, ko pa je bilo to lepo, ko pa je bilo tisto, ne? Ker pač to so vse beauty standards, ne? In mi ne bo noben rekel, da če postavimo tu zdaj dve ženski, da bo kdo tisto, ki nima po beauty standards lepše postave, jemal za wow, ne, sigurno bo, ampak pač vedno je to nekaj, vedno jemljajo to, da si ti suh v korelaciji s tem, da si ti lep, ja. Ne, kar spet ni to, ne, in se mi zdi, da tudi ogromno ljudi se omejuje na tak način tudi pri nekih ljubezenskih zvezah, ne, pa potem gledajo, joj, pa ne bom zdaj temu, pa temu všeč za to, pa za to, ko dansko pač ljudje ne gledajo, veš, tebe, ko nekdo pogleda, ki si mu ti nika, ne bo zdaj videl, joj, zdaj pa si se ti zredila za 2 kilograma, ne, ampak bo pač videl, kaj je v tebi, pa pač kako energijo ti žarevaš, veš, kako se ti smejiš, take stvari, ne. Torej, glede na to, da se ti je to res začelo pojavljati, že ko si bila zelo mala, ne, torej mlada, v najstniških letih, kako si se potem začela obnašati na splošno tudi tako v družbi, si se bolj zaprla vase, ali si še vedno bila takšna, ko si bila? Ne, bila sem v bistvu to, kar sem bila, ampak sem to izkazovala na načine pretirano rihtanje, pretiran make-up, še obleke. Iskala sem v bistvu, da bom jaz vizualno lepš, boljš izgledala in ko pogledam te posnetke za nazaj, ker sem šla zanč skozi storije 5 let nazaj, ne 5 let več, tam 20, 21, ko sem bila stara, to obnašanje, veš, kakor kriči, a sem dovolj lepa ali nisem dovolj lepa, ne, a bom zdaj všeč vam ali vam ne bom, ne. Tako da skozi to se mi je zelo izražal ven, ne, tudi nisem razumela recimo moje družine, ki so mi skozi govorila, ne, pa da je nekaj že to objavljati, pa da je nekaj toliko pozirati, veš, vse je bilo ful v pozi, vse je bilo tako ful, mogli biti vse perfekt, ne, kar mi je danes, ko pogledam, grozen, joj, danes sem pa ful glede tega na free in nočem niti pozirati, hočem, da je vse pristno, da ljudje začutijo mene kot mene, ne pa neko osebo, ki pač je bila res fake, ne, ker jaz sem bila, ne, zelo, ampak ja, to je pač odraščanje. Ja, to je dansko cilje nekih travm, ki so pač takrat nastale, ne, in nič ne moreš, ne, zato ker verjetno, če bi tebi zdaj nekdo to začel govoriti, se tebi ne bi čez 5 let začelo to izražati, da bi pa zdaj si ti čez 5 let začela davati res neke maske na sebe, kar nisi ti, mogoče neka oblačila, ki ti sploh niso všeč, samo zato, ker je to pač dejansko v takratnih standardih, ne. Prej smo omenili na začetku, da zelo rada kuhaš. Kako se je potem spremenila tvoja prehrana, ko si začela opažati, dobivati neke komentarje glede tvoje postave? Ni se spremenila. V bistvu ja, ne, ni se nič spremenil. Jaz sem še vedno, nisem nikoli povezvala, veš, teh dveh pojmov, da zdaj pa jaz moram
drugače jaz, da bom drugačna. Jaz sem, ampak nisem bila še tam z glavo, da bi naredila ta korak. Pa tudi zdaj še nisem čistam, iskreno vem, kaj je prav, pa kaj ne, pa kako je treba jesti, pa mislim, kako je zame prav, da bi se jaz počutila fajn, ampak še zdaj imam te, veš, dneve prenajedanja, ki bi vse zmetala vase, ki se pač ne moram niti ustaviti, kaj je tako, fakt. Ta požrešnost, veš, kaj je v meni, to še kar ni zginilo. Moji prijatelji so še vedno kar začudeni, koliko jaz lahko pojem. Nisem pa nikoli nič pretirano naredila glede tega. Bolj sem se nekako smilila sama sebi, nisem pa nikoli naredila akcije. Ja, ker si prav imela motnje hranjenja, ne si s tem mislila ravno to, recimo binge eating, pa delaš to na tak način, da se potem drugi dan omejuješ? Ja. Okay. Pač en dan si dam duška, pa mislim, ne zdaj več. En dan sem si dala duška, potem pa sem, ne vem, en teden bolj stradala. Ne? Sem jedla enkrat na dan, mogoče ne. Tako da, ful, koliko je to noro, kaj vse bomo naredili, da pridemo do nekega rezultata. Ne? Ampak enostavno nam pa možgani ne sprocesirajo neke zdrave poti, oziroma veš, ti tak rabaš vedno neko dodatno pomoč. Jaz, dokler nisem šla tudi do terapeuta, da sem se odprto pogovarjala o tem, ker sem v bistvu prvič tam sploh povedala na glas moje težave. Sploh ne najdeš v bistvu sam nekih zdravih poti do zdravljenja, ampak ker iščeš skozi neke bližnjice. Jaz sem skozi same bližnjice iskala. Nikoli nisem rekla, zdaj bom pa to naredila na pravi način. Ampak sam, kaj bo hiter, kaj bo lahko opazno takoj. Veš, tisti dolgi rok mi pa ni bil v glavi, da bi se za nekaj jaz trudila, kar je ful narobe. Ker nobena pot taka ni kratka, ampak je dolga. V bistvu, ta proces se ne more zgoditi v enem tednu, v enem mesecu, ampak traja leto, tudi 2, več let. Sam moraš biti pa vztrajen, kar pa meni manjka. Se mi zdi, da ljudje smo vedno manj vztrajni pri določenih, pri vseh zadevah. Vse bi na hiter, saj danes je ta hiter svet, vse hočemo takoj, vse hočemo hiter. Jaz vedno rečem mojim strankam, če kdo recimo, če pri komu vidiš, da ni seznanjen ravno s procesom, pa ga seznaniš tokrat, ampak če si ti recimo hodil po eni poti skozi nek gozd 1 leto, ne moreš ti nazaj po tej poti priti v enem tednu. Tako dolgo, ko si hodil tja, tako dolgo moraš tudi pač hoditi nazaj, in se moraš zavedati, da to so vse. In isto zdaj, ko delam z ljudmi, ki imajo binge eating problems, ki imajo probleme z prenajedanjem, da pač ti tem ljudem poveš, pač mi dve delamo na tem tako, da damo redne obroke, da se ti navadiš, da imaš redne obroke, v redu, to, da si ti se z mano, to za ne bo v redu, za pa ti skočiš eno mizo dol pa postiš stvari spodaj, pač to se bo dogajalo še vedno, ne glede na to, če imaš ti trenerja, ampak kako lahko mi dve delamo na tem, da si ti dansko, mogoče tudi za tiste trenerje, ki pač delate s takimi ljudmi, da si ti tu za osebo, da če bo meni eno napisala, ne vem, se mi je pa to zgodilo, pa sem pojedla celo telo, it's ok, si rabila to. Kaj boš naredila? Šla si na trening, po treningu boš normalno pojedla obrok po treningu, jutri boš normalno dalje funkcionirala, ne boš pozabila na to, bi bilo super, da bi, ampak ne boš mogla, boš imela to v glavi, pač bo guilt, ampak boš naslednji dan začela dan iz 0, ne pa iz tiste -100 pa probala priti na 0, ker se vemo, da pač kalorije ne delujejo tako, ti bi lahko pol celi teden nič jedel, da bi to nekako uravnal, ampak pač zgolj to, da ti počasi delaš, da to izkoreniniš. Isto je to, isto je potem neko nezaupanje do ljudi, ali pa ne vem, daddy issues, mommy issues, vse te stvari pač se morajo počasi delati, pa da tudi dejansko ljudi okoli sebe naučiš, kako delajo do tebe. Kako recimo tvoji prijatelji, starši gledajo na te stvari?
Jaz sem v bistvu o tem govorila samo s 3 osebami do zdaj, tako da v bistvu basically večina ljudi sploh ne ve o tem, se pravi, zdaj bom mogla priti domov, pa moram z vsemi govoriti, ker ne. Ja, s temi 3 ljudmi, no, ki sem pa to pač predelala oziroma jim povedala vse, pa se pač učijo z mano. Ne. Jaz moram biti ta, ki njim povem, ki moram biti zelo, zelo iskrena in jim povedati, kaj želim, kaj rabim, ker ne morejo oni vedeti, oni ne morejo niti si predstavljati, kako je v moji glavi. Tako da je v bistvu namen, da jim povem določene stvari in na njih je potem, da mi skušajo stati ob strani in pomagati na najboljši način, kar ga poznajo. Ja, to je tisto, da tako se reka, ne vejo, kaj je v tvoji glavi, ne? Res mi je fascinantno, ko takrat misliš, kje se sploh neke take stvari začnejo, ne? Da po eni strani je samo hrana, ampak se ti lahko pač dansko celi dan vrti okoli tega, ne? Meni se absolutno je. Še zdaj se mi včasih. Mislim, moj cel dan je okrog hrane. Kaj bom jedla? Kaj boš kuhala? Kaj bom jedla, kaj bom kuhala, pa imam že slabo vest, ker bom to jedla, kaj bom kuhala, a štekaš tako, skozi je samo ta proces, ko jem slaba vest, pojedi slaba vest in to je tok dolg proces. Noro. Kaj ti je recimo terapeut rekel? Želim slišati neko tako res čisto strokovno mnenje, ki ne izhaja iz mogoče nekih izkušenj z ljudmi, ne? Ti je dal kakšne domače naloge ali pa kako se recimo spoprijeti s tem? Midve, no, sva v bistvu iskale, kje se je vse skupaj začel, kaj je bil ta trigger sploh, kaj je meni to naredil. Mogla sem prebrskati po svoji preteklosti. Ja, in potem, ko so do tega prišle, kaj je že bilo, se ne vem, se sem že to malo pozabila, ampak mislim, da mi je v bistvu sam perspektivo probala spremeniti, ker vse v življenju je res toliko ena perspektiva, kako pogledaš na določene stvari in ona mi je v bistvu znala zelo dobro predstaviti drugo, tretjo, četrto perspektivo za čist banalne primere. In da sem jaz sam malo drugače pogledala na vse stvari. Da nisem bila ukalupljena samo v temu, kar jaz poznam, ampak sem pogledala še tako. In pa mi je bilo tako, wow, zakaj pa jaz nisem nikoli tako pomislila? Zakaj sem pa jaz imela samo to eno pot pred sabo? In lahko daš kak konkreten primer, če se mogoče spomniš. Se mi zdi, da tudi tako dosti ljudi, ki posluša to. Ja, vem, ja. Po moje vsaka druga, jaz sem 100% pričana, da skoraj vsaka druga, tretja punca ne ima. Ja, dobro, velike tega. Sploh ne vemo, koliko je okrog nas tega. Primer. A se bom zdaj to spomnila, ali ne bom. Hočem, da zdaj kakšen dober primer, sam pismo, ne vem, če se bom spomnila. Ni panike. Ja. Se če bo prišlo nazaj. Ja, če bo prišlo, bom. It's okay. Potem pa, če recimo malo izhajam iz sebe, ne? Se ti zdi, da so motnje hranjenja negativno vplivalo recimo na odnose z ljudmi? V smislu, da veš, si se umikala ljudem? Ja, sigurno nezavedno na nekih točkah, ja, ne. Sicer, jaz, ko sem bila v zvezah z ljudmi, sem to čisto prekinila. Ker mene bo to strašno sram, še danes me je sram. Ful me je tega sram, tako ne vem, zakaj točno me je toliko tega sram, ampak me je. To je spet neka ta perfekcionistka v meni, ki pač ne smeš biti tako pa tako. Ampak jaz vedno, ko sem bila v nekih zvezah, sem to čisto prekinila in nisem hotela sploh se povezati s to osebo in sem rekla, jaz to ne bom takrat in v bistvu mogoče v teh odnosih ni toliko vplival, ker sem jaz to čisto takrat prekinila. Ampak potem takoj, ko sem šla iz zveze, sem takoj začela naprej enako delati. Zdaj pa, če govorijo o prijateljskih odnosih, ne vem, če bi rekla, da je to kaj ful vplivalo, ker seveda tudi nisem govorila o tem kaj preveč. S tistimi, ko sem govorila,
smo pa itak imeli tako fajn odnos in super odnos, da ne vem, ni toliko vplivalo. Tako da, v bistvu ne vem. Kaj pa pri tebi? Mislim... Jaz bi rekla predvsem to, da sem se mogoče izogibala ali nekim praznovanjem, ne? Ker sem vedela, ko sem bila recimo mala, me se je tudi začelo že res hitro. Jaz se spomnim, ne vem, isto imam to vedno v glavi, pa bom vedno imela v glavi. Jaz ne vem, sem bila prvi razred, pa mi je en fant, ki je imel takrat verjetno 90 kg, jaz sem jih imela 28, 27 in meni je rekel, da sem jaz špeh bomba. In vsak može zdi smešno, je pač ti je to rekel, ampak veš, ko se takrat zavedaš, zakaj mi je ravno to rekel, ne? Pa da vemo tega, da isto sem imela zobe, pač jaz sem imela pa enkico, se sta to enkica od dvekica, I think. Sem imela pa tak narazen za še en zob. In pol sem bila zajec in ne vem kaj vse. In isto veš, ko ti nekdo konstantno, pol imaš preveliki nos, pol imaš to, pol se začneš malo izpostavljati na socialnih omrežjih. Po eni strani pride to potem iz ljudi, ki so v tvojem kraju, neko ljubosumje, neko joj pa se zdaj važiš, ker pač takrat je bil to izraz, ne, zdaj tega izraza se zdaj važiš, tebi ne bo nekdo rekel, ampak takrat je bil pač ta izraz, ne. In ja, pol se začelo ravno to, ker itak, se vemo, ne, večinoma binge eating stvari pač pride iz tega, ko si se ti pretirano omejeval, ne, sej od nekod more priti, ne. Pri meni je bilo isto, ne, da sem se pol začela res pretirano omejevati. In itak, potem pa, ko se ti naenkrat več ne moreš omejevati, jaz se spomnim, da je bilo tako, da sem mislim, da res hujša nek 10 kilogramov, ker hitro, pa sem šla v kolonijo. In takrat pač tam ne moreš več tiste svoje rutinice, kjer ti treniraš po 2-krat na dan, po 2 uri, delaš neke treninge, pa ješ zjutraj, kaj si hočeš. Pač neko silo je ono tisto tretje, ne? In potem naenkrat je vsa ta hrana in spet ugotoviš ono, ja, zdaj sem pa tako že zasral, zdaj pa sem tako že dobil kilaža nazaj, ne, in pol si spet v tem začaranem krogu, ne, tako da bi se rekla, da pri meni je pa polovno pač šport bil tisti, ki me je nekako pač rešil iz vsega tega, ne. Ok, ampak kako pa je to na odnose vplival? Pri meni je bilo bolj tako, da ko smo se recimo dogovarjali, ja, kaj bomo delali, ne, pa smo bili nekje, jaz sem čakala, ker pa si doma nisem nekako upala in smo bili nekje, jaz sem samo čakala, sploh da nisem sploh poslušala, kaj se s kom pogovarjam, ampak sem bila tako fokusirana v tisto hrano, da sem samo čakala, ok, zdaj bo prinesli to, ok, pol bo torta, ok, prinese, pa nisem marala torte, sploh nikoli, ampak pol smo tako, ok, zdaj bo to, ok, tam je za čips, gledam tisti čips, vzamem enega, pol se delam, da poslušam ljudi okoli sebe, pa ne, da ni bilo slabo namerno, ampak veš, kao, poslušaš ljudi okoli sebe, ampak jih ne, zato ker je vse to tu, ne, in ja, in kome zdaj je tak, da ne vem, smo lahko z Gašperom pri meni, pa ne vem, si bo on vzel ono, pa tisto, pa tretje, pa mi je bilo tako, kaj bo še to, ti še kaj prinesem, pa ne čutim neke potrebe, pojem ti si svoj obrok, pa je to, ne, ampak pač, se tako smo rekli, me se začelo v 7. razredu, takrat si star 12, zdaj sem stara 21, to je 9 let, kar se sliši banalno, ne, da sploh lahko tak mali otrok se že začne s tem ukvarjati, ampak pač tudi to je, da nikoli pa nimaš tega izkoreninjenega, ne, zdaj verjetno moj pa tvoj pogled na hrano ne bo nikoli isti, ko pogled na hrano od pač, ne vem, kar nekoga, ki pač nikoli ni na to gledal tak. Seveda je, čist drugo. Vse vsi ljudje vejo, ja, verjetno je vsakemu, ne vem, McDonald's boljši kot pa res neki plain food, ne, ampak it's different. Ne? Tako da na tak način. Iz tega vidika mogoče res, ja, da nisi toliko prisoten v vsemu, ne. To si me zdaj bi se spomnila, ker to sem že malo pozabila, ampak ja, ta prisotnost, ja, da si res ti tam z vsem, kar si, ja, tega ni, ne. Tega absolutno ni. Čeprav jaz oseb še vedno imam neko to full kontrolo nad sabo, control freak, da res ne pokažem stvari, ne, da jih res dobro skrijem, ne, ker mi smo dobri skrivalci, ne, da sem vsem to toliko znala še vedno skriti in se še vedno prikazati, da sem jaz normalno, ne, tako da, ampak ja, štekam, kaj misliš v moji glavi, pa je bilo vedno ta odsotnost.
Tam za druge ni bila mogoče. Ja, sej, če pogledam sebe, tudi verjetno so ljudje misli, vse štima, ne? Pa s ful malo ljudmi se dansko pogovarjaš o tem, veš, zdaj ne vem isto, jaz tudi ne govorim o tem, ne vem, zdaj mama to gledala, bo verjetno tako, ok, res, sicer ja, pri meni tako vejo, da je pač to glede hrane vedno pač more biti neka kontrola, ker pač isto zdaj sem v bodybuildingu, pa si štejem vsako kalorijo, pa ono pa tisto, ampak ravno na prejšnjem podcastu smo zlano govorili, da pač you choose your heart, ne. Za mene je ok, pač to jaz delam, ker pač moj šport to zahteva, ne, ampak če bi šla izven športa, vsak primeru bi skrbela, da pač se prehranjujem zdravo, ne. Tako da, zdaj, ko sem pri hrani, delaš trenutno za Šparom, ok, čestitke, sigurno si imela to na nekem vision boardu. Joj, lahko sem si samo želela to, ja. Definitivno ne bom lagala, sem pomislila na to, ampak mi je bilo to tako, valjda. Too much to ask. Ja, too much to ask, da bi jaz zdaj to kar lahko dobila tako. Pa se je res priložnost kar prikazala in seveda sem bila presrečna in ja, zdaj v vseh interšparih po Sloveniji so moje 3 sklede. Piščančja bowla, arančini in pa hotelski zajtrk. Tako da, pejte si probat pogledati. Označite Niko, če boste dali na story, bo sigurno repostala. Ok, za Šparom imaš že kar dolgo sodelovanje, ne? Kar dolgo že kreiraš za njih. Tako da pač ni za to prišlo iz 1, 2, 3, Nika napiše mail ali pa oni njej, pa je to, ne? Kako si začela sploh delati za Šparom? Ja, ko sem jaz začela malo kuhati in delati svoje recepte in objavljati, so me opazili, povabili v sodelovanje in v bistvu jaz zdaj z njimi že delam 2 leti verjetno, ali pa še več, mogoče še več. Ustvarjam za njih recepte, za spletno stran, za TikTok in pa Instagram profil. In v bistvu skozi to celo leto sodelovanja, ustvarjanja receptov so oni v meni očitno videli nek potencial in so me povabili v to sodelovanje in smo skupaj ustvarjali, v bistvu jaz sem ustvarila 3 recepte, ki so se mi zdeli mogoče da so povezani z mano, potem smo jih pa skupaj samo še dogradili in nekako ustvarjali, no? In moram reči, da je tako zelo prijetno sodelovati s podjetji, ki te štekajo, ki ti dajo take priložnosti, ki ja, ne vem, sploh ne vem, kako naj to povem, ampak res so fajn, ne? Meni je zelo fajn sodelovati z njimi in se veselim, kaj bo še vse to prineslo, ne? Torej, kako recimo si zorganizirala pisanje teh receptov? Zakaj recimo so te jedi ti? Zdaj, vedno je treba pogledati tudi malo na to, kaj bojo ljudje kupili, ne bom lagala, ne? Moraš gledati tudi iz te strani, ampak jaz sem se v bistvu dobila en dan s prijatelji, z mojimi najbližjimi, ne vem, koliko nas je bilo, enih 5. Smo naredili krog na tleh, še v mojem stanovanju, ki ni bil narejen, med ruševinami in smo vsi imeli svoje zapiske in smo rekli, dajmo za ideje na kup. To, da sem jih pogledala, da mi malo pomagajo, kaj bi oni kupili, kaj oni pogrešajo v trgovinah. In v bistvu sem dobila ful enih koristnih informacij, iz katerih sem potem sestavila te 3 stvari. Zakaj sem zbrala hotelski zajtrk? Zaradi tega, ker obožujem zajtrke v hotelih. Čisto preprosto, meni je nekaj najboljšega, ko imam pač milijon jedi na voljo in si lahko prinesem na krožnik karkoli želim. Tako da v bistvu v hotelskem zajtrku so jajčka, zelenjava, šmoren, in pa sendviček ali pa še grški jogurt pa kosmiči, tako da tisti, ki radi vsega malo popikajo, je to ful fajn. To sem pač čist jaz. Zakaj sem zbrala arančine? Zato, ker obožujem arančine, isto spet, pa se mi zdi, da jih ne moreš kar tako kupiti, da je vsem to nekaj novega. Tako da smo naredili potem te italijanske arančine, zapolnjene s 3 različnimi polnili. In pa bowla. Bowla je danes neka taka zelo priljubljena stvar.
Naredila sem tako, jaz nisem mogla kupiti v trgovini čist po svojem okusu in se mi zdi, da smo ful dobro vse skupaj zapakirali. Kako dolgo je potem trajal sam proces od tega, da si ti to naredila, do tega, da je prišla na police, verjetno itak se še mogli makrote, kalorije, vse se pa što moglo poračunati, verjetno, ne? Ful enih stvari tukaj zadnja. Mislim, da drugače zelo hiter, ker oni so v bistvu vsem toliko izverzirani, veš, imajo toliko ekip za sabo, ki delajo vsaka svoja stvar in pač tukaj kar hiter steče ta proces. Mislim pa, da smo rabili od same ideje do tega, da je bilo v trgovinah 4-5 mesecev. Ko se mi zdi, upam, pa še da vseeno dolgo. Še vseeno dolgo, ampak te stvari pač trajajo. Ampak meni se zdi to ful hiter. Jaz sem mislila, da bo to šlo ful bolj počas. Mogoče sem pa rekla preveč. Iskreno bi mogla preveriti. Ja. Kaj pa je tvoja najljubša jed? Pomfri. Pomfri, točno. Kaj pa malo bolj obširna jed? Okay. Jaz imam ful take navadne. Ja, ne. Take zelo navadne stvari me osrečijo. Kruh, recimo. Kruh mene toliko sreč. Pač ljudje tega ne štekajo. Vse je res kar nekaj. Pač moka, voda, kvas, ne, ampak meni je to toliko dober. Isto pomfrine. Pač nič posebnega, ampak meni je to toliko dober. Taki več čist preprosti navadni okusi. Ne, drugače pa obožujem pire krompir, špinačo, testenine na vse možne načine. Ja, to bi najprej izpostavila. Drugače pa vse jem. Meni je vse razen vampov pa jetrc. Teh bolj. Ja, to. Drugače pa jaz vse obožujem. Vse, kar mi boš dal na mizo, res nisem zbirčna, no, bom pojedla. Pa dosti tu tako kuhaš za svojo družino? Ja. Družina, tukaj so zraven vsi moji frendi. Pri nas je pač klasika. Ja, pri nas je klasika, da se pač pri meni dobiva, že od nekdaj pri meni se kuha, pri meni se je. Tako da ja, zelo veliko se kuha. Tako da si dober gostitelj. Ja, absolutno. Saj jaz mislim, da sem. Torej, zraven tega, da si gostitelj, dober, si tudi dobra na dostih področjih, ne? Zdaj prej si omenila, da so se socialna omrežja potem čist nekako tak na random razvila, ne? Si šla potem z tega, verjetno, da nisi bila najbolj samozavestna v sebi, da si hotela prikazati neko osebo na socialnih omrežjih, si že takoj začela prikazovati drugo osebo, ali si na začetku bila ti na socialnih omrežjih? Ja, mislim, na začetku itak v teh letih se vsi iščemo, ne. To so, 19, 18, 19, 20, pa takrat so bila, se pravim, drugačna, čist drugačno obdobje. Ampak se mi zdi, da se na splošno vsi v teh letih itak iščemo. Jaz sem takrat itak nisem razmišljala, kaj objavljam, ne. To je bilo pač to, kar se mi je zdelo fajn, sem pa dala gor, ne. Tako da se nisem s tem toliko obremenjevala. Pol pa začeli so mi sledilci rastati, začela se je v meni ta odgovornost večati, kaj bom jaz objavila. In v bistvu, če pogledamo od 20 do 30 leta, moj content na glavo. Čist nekaj drugega, ne. Tako da, ja, se mi zdi, da zdaj pa sploh, ko imam neko mislim, vse ne vem, koliko imam, 73, 72 tisoč, to je toliko veliko ljudi, ne, kaj pogledaš. In jaz čutim neko odgovornost, kaj dam. Sploh zadnja leta res objavljam res tisto, ker mislim, da je, ali se bo človek od tega ali nasmejal, ali bo je kaj poučnega, ali veš, nekaj da dam. Ni več to, da sem jaz družim v zunji, pa jem, pa slikam hrano, pa dam to gor. Ja, včasih ja, s tem ni nič narobe. Sam jaz ne čutim več tega. Jaz imam to neko predstavo zdaj, da moram nekaj uporabnega objaviti. Se mi zdi, zato ker pač objavljaš na tak način, tudi potem dajo ljudje tudi tebi nazaj neko podporo, ne? Ja. In itak, če zdaj pogledamo, kateri profili imajo in največji doseg in najbolj ta
pristen community, ravno ti profili, ki nekaj dajo. Ne? Se vsi zavedamo, da samo z Perfect Pictures ni absolutno nič narobe. Pač vsak, da ne bo kdo narobe razumel. Pač, veš, vsak dela to, kar mu je všeč. Absolutno. Ja, ampak tudi recimo jaz se zavedam, da če bi zdaj objavljala samo, ne vem, slike svoje postave, pa ne bi dala nobenega video posnetka, kako treniram, da bi lahko ljudje iz tega nekaj vzeli, ne bi nobenega recepta posnela, ko ga snemam. Ljudje od tega nimajo nič, ker pač spadeš na koncu koncev prazen. Če pa to si samo, špukam, to si samo ti in pač moraš nekaj dati po eni strani, če hočeš pač ta community. Tako da, kak recimo, se spomniš recimo, kako hitro je to rastlo, kaj so bila kakšna prva sodelovanja, neki ta milestone? Spomnim se čisto na začetku, itak smo sodelovali še brez plačil, to je bilo samo kompenzacijsko, da sem promovirala en samo lepilen modrček. Kako je prišlo do tega, ne vem, tudi ful se ne spomnim teh začetkov, ne vem, kaj je bilo moje prvo plačano sodelovanje, vem, da so bile cene ful nizke, tako se mi zdi, da nekih 50 € na objavo. Ampak kako se je to začelo? Ja, ne vem, meni so začeli sledilci rasteti, ker sploh se nisem niti zavedala, kdaj je to poskočilo gor, zakaj. Takrat je bilo itak vsem ful dobro gledati, ne. Jaz se sploh nisem zavedala, kaj pomeni izraz influencer ali pa tega takrat sploh ni bilo, no, dajmo tako reči, tega takrat ni bilo, mi smo pač sam bili gor in smo delili svoj life, pa se je začelo to večati. In ja, so prišla neka sodelovanja, vsi smo začeli kompenzacijsko in smo potem na to prišli v plačilo. In neverjetno je pač to, da še do danes lahko delam to in živim od tega v bistvu, ne? Ker enih 90% zaslužka je pač samo Instagram in TikTok, ne? Tako da sem v bistvu hvaležna, da lahko to delam, ker mi je res fajn in rada delam to. Si predstavljala kdaj, da boš to delala? Kaj si recimo hotela delati? Kaj je Nika takrat razmišljala, da bo ona delala v življenju, če ne bi do tega prišla? Jaz sem to vprašanje vedno tako sovražila, ko me je kdo vprašal, ker jaz nisem nikoli vedela. Okay. Ja, jaz sem pač ena od tistih, ki nikoli nisem točno vedela, kaj hočem delati, pa še danes imam jaz ful stvari, ki jih rada počnem, ampak nimam pa tega, da bi rekla, sam to hočem delati do konca življenja, to me polni, to je to, veš, da bi bil res prepričan v to, ker eni imajo to že od mehanga, vejo, kaj bodo, uresničijo to in so to. Jaz pa pač sem zelo človek, ki še vedno očitno išče to, zelo skačem iz enega področja na drugo, v bistvu veliko probavam novih stvari, da lahko vidim, a je to, ali to ni to. In res mi je bilo ful neprijetno, ko so me pač v odraščanju to vprašali, pa nisem vedela in sem čutila ta pritisk, da jaz to moram vedeti, ne? Ker ti si moral to vedeti, kako ne veš. Ne? In mi je bilo to res grozen. Pa sem se pač en dan sam sporaznila, da ne vem. In da je čisto redo tako, da tudi če ne veš, it's ok. Pač bom enkrat našla, vsak ima svoj proces, svojo pot in svoj čas, ko to najde. Se ti je kdaj zgodilo, da ti je kdo rekel, kdaj pa boš ti dobila pravo službo? Kako? Da veš, da ti bi kdo rekel, kdaj pa boš ti dobila pravo službo? Ko si z influencersom ukvarjala? Ja. Pa to se mi zdi, da se ogromno ljudem dogaja. Zdaj sem ravno videla neki video, kaj je dala, to je ena slikarka gor, ne? In pole naredila, veš, tako se je malo hecala, kao če bi to, veš, neko računovodkino spraševali, ne? In bili tak, kaj pa ti delaš? Ja, račun. Aha, ok, kje pa lahko vidimo ta tvoj račun? Ok, veš. Ja. Se mi zdi, da še vedno ima veliko ljudi to standardno, pač kaj bi naj bilo, ne? Ja, vedno bolj se mi zdi. Sploh za influencerje, ker mi je pač, že ta izraz mi je pač čist grozen, ker je toliko zrabljen, ker je toliko na slabem glasu, ampak ok, ljudje itak si ne predstavljajo, kaj vse tukaj je zadaj, ker pač ne živijo tega lajfa in niti ne pričakujem, da bi pač ljudje to razumeli, se jaz štekam, sam pa mogoče pa probi razumeti vsaj, če že ne razumeš, pa če imaš toliko predsodkov,
Mogoče pa se vpraši nekih par vprašanj, ker to jaz delam, ko nečesa ne razumem. Ne? Ker vsi mislijo, da samo se malo slikajo, malo se snemajo, to objavijo, to je to, ni tako, ne. To je pač res 24-urni job. Res je, ne. Ja, in zelo nepredvidljiv, ne, še posebej, če ni nekih rednih sodelovanj, ne. Koliko imaš zdaj trenutno res tistih rednih sodelovanj, ki so na pogodbe vsak mesec? Ja, če gledam neka ta dolgoročna sodelovanja, je to, imam 3, potem pa pač pridejo ali pa 4 mogoče, ja. Sodelujem s Šparom, dolgoročno IKEA, Relax turizem. Tako da to so neke te 3 stalne pri meni, ki pač obožujem jih. Potem so pa tista, ki pridejo pa grejo, in pač imajo neke kampanje, veš, letno, ni pa tako, da se zavežeš za celo leto. Si imela tudi kako stisko, ko ne vem, nisi vedela, kaj bo naslednji mesec, ali pa ne vem, kaj če se ti Instagram zbriše, ali pa veš? Ja, itak. Mislim, to je vse nepredvidljiv job, ne? Nikoli ne veš, kaj se ti zgodi, rečeš v podcastu eno napačno besedo, se ti cel life obrne, ne? Lahko ti Instagram zbrišejo, ja. Pač to je, ljudje se ne zavedajo, to je vseeno od nekoga življenje, ne? Tako da ja, večkrat tudi pomislim na to, pa se bojim teh stvari, ampak glej, pa na konci pa mislim, kar bo, jaz se bom že znašla. Dokaj nismo tam in tak ne veš. Tako, ne? Ja. Tako si imela, imaš pa tudi več stvari ostalih, ne? Zraven še delaš sinhronizacijo. Ja. Kdaj si začela s tem? Sinhronizirati sem začela pri 14, mislim, da smo v bistvu s Foxicami dobili to priložnost, da smo sinhronizirali Wings Club risanko. Tako da tam se je vse začelo, pa sem pa ostala v tem svetu, no, in še do danes, sicer ne redno več, ampak sem pa tja pa tudi sinhroniziram kakšno risanko. Te veseli to? Ful mi je fajn, ni pa to tako, da bi rekla, to hočem skozi delati. Mi je pa fajn, no, vsake toliko časa, ker te sprosti, malo si v domišljijskem svetu, malo zamenjaš okolje, tako fajn je, no, sinhronizirati in biti neka mogoče druga oseba za tiste par snemalnih ur. Tu si iskreno ne znam predstavljati, če ti ni za odgovoriti, ne rabiš, ampak kje se recimo gibljajo cene plačila za sinhronizacijo? To po risanki ali imaš recimo več sklop, ne vem, risank? Ja, verjetno se cene razlikujejo od agencije do agencije. Jaz sem, ker sem bila, ne vem, mislim, da zdaj odvisno, koliko je dolga risanka, koliko ima delov, koliko ima sezon. Recimo, da zdaj se iskreno tudi spomnim, ne, ampak to niso velika plačila. Recimo, da sem dobila na risanko, ki ima 2 sezoni, pa da ima ena sezona okrog 20 delov, recimo, pa to zdaj res na blef govorim, da je tam nekih 300 evrov, 400. Pa da si glavna vloga, še to. Pardon. Aha, ok. Mogoče 500. Niso to neki bajni denarji. Ja. Pa dejansko potem, če recimo traja ena, ne vem, epizoda 20 minut, ti posnameš potem samo svoje dele in je to tako. To. Okay. Ja. In v kolikih teh terminih, v kolikih terminih se to recimo snema? Posnameš direkt vse naenkrat, imaš en dan, ali imaš različne dneve? Ja. Jaz ponavadi sem šla snemati za 2 ali pa 3 urce, potem pa koliko posnameš, ne. Mislim, da recimo ena 20-minutna epizoda ti vzame tam enih 15 minut. Odvisno spet, koliko govoriš, ne. Ampak jaz sem si tako nekako računala, da tam 15 do pol ure ti vzame. Veliko je tudi čakanja, veš, oni vse sproti režejo, vsak tvoj line, ki ga poveš, ga sproti že zrežejo in preverijo, če je v redu. Včasih niso tega dela, včasih so vse sam posnel, si šel domov, so oni vse zeditirali, če kaj ni bilo v redu, si popravilo znova. Zdaj pa sproti vse pokatajo, nastavijo na usta, če je v redu, in če ni, pač ponoviš in delaš toliko časa, dokler je. Vzame malo več časa. Torej to vzame zdaj dlje časa dansko. Njim pa dansko. Njim pa same manj? Ja, bi rekla, da ja.
Malo manj. In si se naučila prav na določen način govoriti, da ustreza. Torej, vidiš ti tisti karakter, ki je tam, kako on govori v angleščini in probaš posnemati njegova usta, ali ne? Ali imaš samo svoj line? Misliš glede glasu ali dolžine? Ja, recimo, pač kako nekdo odpira usta, če je to bolj široko, bolj ozko. Ne, ti imaš v ozadju risanko angleško ponavadi. Enkrat sem imela sam francoščino, ampak angleška risanka je v ozadju, ti jo gledaš. Zraven imaš risanko, tako imaš pa papir s tvojimi lajni. In ti spremljaš risanko, ko slišiš, da tvoj lik začne govoriti, začneš govoriti sekundo poznej. In nekako moraš poslušati v ozadju, pri kateri besedi si, da točno veš, koliko moraš ali pohiteti, ali pa podaljšati. Zaprav, ampak to zdaj se sliši ful zakompliciran, pa ful ni. Pač res je dosta easy to, no. Ni to grozen, kot se sliši. Kjera risanka ti je bila za najljubša za sinhronizirati? Bi kar rekla, da Miraculous, to je v bistvu Pika Polona. Ladybug, ja. Sicer je bila to francoska risanka v originalu, ne, izhaja iz Francije, valjda, iz Pariza, v glavnem, ampak sem se tudi naučila pol francosko nekako dojemati, kako malo težji, ne, ker ne slišiš, ne veš, kaj govori. Ampak je bilo fajn, meni je bila ta risanka ful všeč. Kjero vlogo si igrala? Glavno, Ladybug sem bila jaz. Okay. Iskreno, ena moja kolegica je imela res obsesijo s tem, tako še v srednji šoli in mislim, da sem še parkrat z njo gledala. Ja, okay, evo, pol sem te sigurno slišala. Ja, jaz sem Pika Polona. Torej ti si kar glavna vloga. Nice. Se vidiš tudi v kakih filmih mogoče igrati? Ful se vidim. Tako, to je pa neka moja taka mal neizpolnjena želja. Ampak tudi ne vem, kako prideti zraven recimo tega. Ful si želim igrati, ful si želim sprobati v teh vodah, rada igram, no, tako fajn mi je to. In ja, upam, da se mi kdaj pokaže kakšna priložnost, da bom lahko to tudi probala. Ampak spet, ne hodim na castinge, nič ne delam v tej smeri, a štekaš, to je spet ta fora za nazaj. Zdaj si rekla, tako da zdaj moraš nekaj narediti. Ja. Se nisi še prijavila na naslednjo stran, nikjer? Enkrat sem bila na castingu za eno reklamo, pa mi je bila to traumatična izkušnja, da nisem šla nazaj. Zakaj pa? Ker sem bila postavljena spet v situacijo, ker nisem vedela, kaj naj sama sabo tam, ker mi je bilo tako, nisem pričakovala, da bom mogla take stvari delati, a veš, ker ne poznaš tega, ne veš, kakšen je to postopek, ne, pa se ni bilo nič tazga, ampak že to, da sem jaz mogla angleš govoriti tam, mi je bilo tako grozen, ker nisem bila to jaz, ne, jaz ne morem sebe izraziti tako dober v angleščini, kot se lahko v slovenščini, ne, in pa sem bila itak pod pritiskom, tako je trema največja, kot da bi jim tremo je konc. Ta še angleščina, recimo, neko verjetno znaš, ampak se ti pokaj začne motati jezik. Torej bi v slovenskih filmih raje igrala. Ja, absolutno. Ja, ne, sploh ni dvoma slovenščina. Teda, gled, če se gledajo to slučajno, kaki lakoniko podsukate za rokav. Torej, imaš še kakšne take neizpolnjene želje za svojo kariero? Kaj si recimo želiš? Ja, te moje želje, veš, prihajajo tako vsako leto, ko spoznavam nove stvari in se navdušam nad določenimi stvarmi in sem tako, to pa si želim, to pa hočem. Absolutno hočem ful potovati. Meni je potovanje, mi da neke nove izkušnje, neke novo rast, poglede na svet, na ljudi. Tako da potovati, želim se tudi naučiti Photoshop uporabljati, da bi lahko v bistvu fotografom urejala slike, ker me to ful veseli, ful rada urejam slike, urejam videe. To mi je eden v bistvu ljubših delov snemanja, ko jaz editiram. Tako da editing, tukaj bi se še rada sprobala in naučila. Da bom lahko Tiborju urejala slike, ker on rab nekoga. Z Tiborom si tudi zelo blizu. Kako si recimo njega spoznala? Kako ste se začeli družiti? Nas smo se dobro pogovarjali, sem vprašala Niko, si kaj v Mariboru? Pa rekla, ja, ko sem tam. Tako da, evo, izvoli. Ja, Tibor pa, veliko sem tam, čak vprost, kaj je bilo vprašanje, zdaj sem pač čisto Kako ste se spoznala? Kako ste se spoznala? Spoznala sva se, v bistvu on mi je pisal na Instagram, če bi se prišla slikati.
In jaz sem bila takrat tako ful, ne, počakaj, moram shujšati. In potem so se pač, ne vem, čez neko pol leta, leto, sem se res pogumila in sem šla in od takrat sva pač best frienda, ne. Sva se ful poštekala, ful sva si različna, ampak se imava najrajši na svetu. Tako da tudi tukaj je že bilo stavljena dva skupaj. Ja, ne, nisva, ampak sva pa res best frienda. Mislim, da je Tibor včasih kar malo jezna tebe, nekoga toliko strašiš. To je ena taka prav serija na tvojem Instagramu. Drugač ni. Ne, vem, to sem skeca rekla, verjetno mu je smešno. Ja, ne, ful mi je fascinantno, da človek, ki se toliko prestraši, ki se res toliko prestraši, da ni jezen nikoli. Samo se vedno prestraši. Jaz smo res kolegica verjetno zdaj kazala, no tako pa kak se vedno prestraši? Ja, tudi mi se to sprašujemo. Jaz sem vsakič ampak se dejansko vedno prestraši? Vedno. Če si zraven njega, pa se pogovarjaš, pa mu boš tako naredil, on bo že skočil, ful, ne vem, pač noro je, kako se ful folka misli, da je to fake, ne. Ampak res ni, on se res tako straši in pač zaradi tega, ker ima tak odziv in ker kriči tako in meni to je to tako smešen in pač se delam zdaj to ful manj, že zaradi njega, ker me tudi skrbi včasih za njega, ker ga res prestrašam, moram, ja. Ampak na vsake tok pa moram to narediti. In že zaradi ljudi, koliko ljudi mi piše, kdaj boš spet Tiborja prestrašila, oni uživajo v teh videih. Če imate slab dan, pojete si pogled nekine highlighte na temo strašenja. Sta pa tudi s Tiborom ogromno potovala, ne? Pa sta res naredila brutalne slike. Mislim, da takrat je pol, če imata kaj, če sta skupaj, če je kaj romantičnega med vama, ne? Kje sta vse bila? Bila sva v Barceloni, na Škotskem. Škotska je eno mojih ljubših potovanj z njim. To je bilo pa res noro lepo. Kje sva še bila? Se bi že mogla kar malo pobrskati. Nisva bila na tolikih potovanjih skupaj, ampak na tistih, ki sva pa bila, je bilo pa pač noro, ker Tibor je pač človek, ki hoče izkoristiti do dobra državo, kraje in to se more cele dneve hoditi in potovati in to je pač naporno, zelo naporno, ampak res pa toliko veliko vidiš, kaj jaz ne bi nikoli videla, če bi šla sama. In recimo Škotska je en tak lep primer, ko sva midva najela avto in sva roadtripala po celem tem otoku in je bilo noro, sicer sva vsak dan vozila tako od 4 do 6 ur, ampak sem pa videla toliko lepih stvari, toliko lepih krajev, pač Škotska je res noro lepa in bi vsem priporočala, da si jo greste pogledati, ampak morate nujno na road trip, drugač ne bo nič, če boste na enem kraju. Je bila to tvoja najlepša izkušnja iz potovanja? Ja, Škotska. In še bom šla tja. Se še pogovarjamo, da gremo nazaj še enkrat, da podelamo še drug del, ker zdaj so v bistvu en del prepotovala, zdaj mora pa še drug del. Ste da potovala sama? Ja, sem. Ampak, ja, v bistvu ne, nisem. Okay. Potovala sem sama, pa sem prišla na kraj, je bila tam druga oseba, tako da. Kot da bi pa šla prav na potovanje sama nekam za en teden, pa ne, nisem, ne. Pa bi šla na kak solo trip ali ne? Ja, ne vem, ful bi, ampak ful ne bi. Tako se mi zdi, da bi bilo fajn zame, da grem, da raziščem tudi to plat, mogoče bi bilo pa ful noro dober, ne, mogoče bi bilo ful srečna na solo potovanju, po drugi strani sem pa tako, zakaj bi potovala sama, če lahko to delim z nekom in bi mi bilo po mojem kar žal, da ne vem ti? Ne, ja še tudi, oziroma ja, ko sem šla na tekmo, sem v bistvu šla v Barcelono sama in pol sem bila 2 dni tam sama in pol sem šla do ene kolegice, sem bila potem skupaj, ampak meni iskreno ni bilo fajn. Okay, jaz ne vem, jaz sem taka oseba, ki imam rada mir, torej, jaz sem doma, delam, imam svoj računalnik, nekaj snemam, obožujem to, da imam mir, pa če bi lahko bilo takrat stanovanje prazno, bi bilo full nice. Čim pa sem pol enkrat sama, ne vem, trenutno še zaživim pri mojima 2, zdaj se z Gašperom selima novembra, decembra. In ko recimo sem na morju, pa če jaz tiste dni nimam celi dni zapolnjen, ko prijem domov, je kar tak
Ok, amelo. Veš, tisto, nisem rada sama, imam pa rada mir. Okay, Mi je pa recimo štekam, full ja. fajn, veš, ko imaš res naporen dan, pa priješ domov, pa si tak samo mir bi, samo zdaj se bom poslu zavila, pa delala, pa ne pogovarjate z mano, ne sprašujte me, nič, samo pač mir. Ja. Tako da, mogoče tisti, sem po večini vedno bila ekstrovert, ampak zdaj sem vedno manj, se mi zdi. Okay. Vedno tako, da imam dosti raje svoj mir, ampak ja, ti znaš biti sama? Jaz znam ja, preveč. Jaz pa obožujem biti sama doma in rada sem, ampak ne predolg spet. Tako, ja, ampak večino časa si tudi tako plane prestavljam, zaradi tega, da sem lahko sama. Ker rabim to, nekako rabim vedno več. Ampak tega pa ne povezujem, da bila nekje en teden zdaj na potovanju sama. Ful, ne vem, ne predstavljam si. Ampak verjetno bom probala tudi to. Bom, ker si želim na nek način tudi to plat izkusiti. Imaš kako destinacijo, kam bi šla sama? Ne? Imam ful destinacij, kam bi šla z drugimi, sama ne. Nisem še pomislila. Verjetno bi šla nekam, kjer bi se počutila varno, to je prvo. Ja, to definitivno. Vsem pač ženska sama potuje, moram biti neko državo, kjer bom ok, da ne bom skozi v paniki in gledala za sabo, ne. Bi pa šla, vem pa, da bi šla na velik krajev še, ker potovanje je pa res nekaj najboljšega, no. Obožujem potovanje. Ne, nikoli ni preveč, jaz tudi. Ja. Definitivno. Mislim, jaz sem pri sebi ugotovila, da ne vem spet, če je to dobra stvar ali je to slaba stvar, po moje oboje, ampak vedno, ko sem doma, sem prav tako ok, zdaj sem en teden doma, en teden je do tistega, en teden je dokler grem v Anglijo. Ok, potem sem doma en mesec, to je že ful, potem sem že ful časa doma, potem že veš, tako ti prav planiraš vnaprej ful. Ja, ampak veš kaj fora, recimo, da mi smo zdaj dosti hodili okoli, ko so bile veš kakšne tekme ali pa kaj ne. In prav, ko da se res tako hranim s temi, veš, eventi. Meni je to, res? Aha, pač res mi je to taki čar, je naporno, ali pa bilo kam se gre, je naporno, ampak pač jaz ne bi mogla biti verjetno doma 3 mesece, da ne bi nikamor šla. Ok, ne. Ja. Sem pa tudi tak, da ne vem, imam en dan ful natrpan, pa nisem tak, oh my god, ko me čakam, ampak sem tak, ok, tudi dan danes moram dati skozi, ful bo naporn, potem več tak razmišljam, jojka, če bo to, ne vem, recimo za danes, ne, ful sem se veselila, ok, podcast z Niko, tisti podcast, počela men sestanek, ampak si tak, ok, ful bo naporna, kaj lahko gre narobe, lahko ne vem, imaš podcast, pa ne bo sogovornik sodeloval, pa boš mogel vleči ven z njega vprašanja, veš, kaj če bo to, ne vem, 1 uro sem trajala, ne. Tako da pol na tak način, ne. Kako ti gledaš na neke stresne dneve? Ja, jaz sem zadnje čase opazila, da ko imam jaz neko obveznost od dnevu ali pa 2, recimo, da imam neki popoldne pa zvečer, jaz celo jutro si ne smem dati še kaj, ker se mi zdi, da je to kar že preveč za me. Ja. Jaz hočem biti pa zjutraj prej, veš, ful imam težko cel dan natrpam, pa jih imam tudi take dneve, ampak tako izogibam se, da imam po več stvari na dan. Tako, kada ne bom sfolgala, kada mi je preveč mentalno, kada jaz ful razmišljam tudi, ne, isto, tako, kaj bo šlo narobe, kaj bo to, a bom v redu. In pa, ko imam eno stvar, sem kar tako, jaz zdaj moram to narediti 100%, tako da jaz ne moram imeti ene stvari zraven, ne. Moram tukaj biti, samo tukaj. In v glavnem, ampak to je spet ta moja glava. To, da čisto razumem, jaz recimo, da imam en dan, ko sem cel dan doma, kar se redko zgodi, pa vem, da imam en dan neko stvar, pa lahko, da ni neka, veš, ful stvar, ne vem, da greš na event, ali pa da moraš nekam tak pa tak iti, lahko je, da ne vem, moram iti gledam, da se jaz moram sest, pa se nekam peljati, pa še nekam moram se prestaviti na drugo mesto. Jaz sem tisti celi dan tak, veš, kot da si tak malo, nisi miren, ker veš, da pač nekam moraš iti. Ja. Ne, in tudi... Zato, ker čutiš neko odgovornost, ne, do nečesa, ne. Saj, če ja ne bi ti bilo pač vse, ne. Greš drugače rada na kakšne evente? Se drugače udeležuješ kakšnih eventov? Kakšne evente? Tako, misliš... Recimo influencer event. Se, ampak zelo malo.
tako kot sem ti rekla, jaz zelo zgledam sicer ekstrovertirana, ampak nisem. Sem v določenih okoljih, pa znam biti, če hočem. Ampak, če pa pridem na neki event sama, pa da nobenega ne poznam, mi je pa tako zelo stresno. Ful se obremenjujem, kako se zdaj, kam se bom dala, s kom se bom pogovarjala, kaj, če se nam imela s kom za pogovarjati, ker jaz ful nisem oseba tudi, ki vodi pogovor. Jaz rabim nekoga, da mal iz mene vleče kakšne stvari kdaj, odvisno, kako se ob osebi počutim. Lahko sem tudi jaz taka. Ampak ja, pa se kraj malo tako izogibam teh stvari, da se ne postavljam v te situacije, ampak tako kot tudi za ta podcast, ki sem ti rekla, stopam iz con udobja in grem tudi na take stvari. Ja. Se ti je že zgodilo, da si res prišla, pa ti je bilo res neprijetno? Ja, itak. Ja? Pa večkrat, ful. Ampak sej pol nekako najdeš nekoga, da ti mal reši rit, po domač povedan, pa si tako mal boljš, ampak še vsem sem pa bila na kakšnih dogodkih, ki sem tako, kaj ne zdaj tukaj delam, ful sem v glavi noter, ful ne vem, kaj ne naredim, ne vem, kako se pogovarjati, ne najdem nič, pa kaj meni panika udar, meni glava tako zatrokira, da ne znam enega stavka skup sestaviti, ne. Tako da to je problem. Kako imaš na splošno odnos z recimo drugimi influencerji? Si imela tu kako slabo izkušnjo, recimo kdaj s kom? Ne, tako da bi imela prav neko slabo izkušnjo z nekom, ne. Vsaj ne spomnim se, no. Itak se pač si sama odločam, s kom bom v stiku, s kom ne. Nismo vsi za vse, a ne, valjda. Tako da ne, nimam čisto nobene slabe izkušnje, no. Kaj bi recimo trenutno pri sebi želela najbolj spremeniti? Pardon, imam s tujimi. S tujimi? S tujimi influencerji. Ok. Tam je pač drugačen svet. Tam pa vidiš vse in svašta. Ampak ok, pustimo to. Lej, Ne, ti kar povej, jaz verjamem, da. Mislim, mene zanima, pa njih tudi sigurno. Ja, spet Kje ne. recimo si se srečala s tujimi? Ja, ne vem, ko greš tudi na kakšne dogodke, tako v tujino pa to, a ne, ker tudi smo že to dali skozi, ampak tako, ko vidiš ljudi, kako imajo čist drugačen mentality pa pristop do pogovorov in že sam način, mislim, jaz nisem imela osebno, da bi z mano bila kakšna slaba izkušnja, ampak jaz kot opazovalec vidim, opažam in tam so pa čist neki drugi standardi in obnašanje in tako ni to zame. Jaz sem bila na enem snemanju, kjer so bile tudi ene tuje influencerke in ne bom niti začela. To je bilo zmerjanje, žalitve, res tisto. Ko samo gledaš, pa so to verjetno, to pač res bile odrasle ženske. Ja. Samo gledaš in ti ni jasno, če one mislijo, da so v neki igrci, Ja. pa da to, da se te nekdo dotakne, ga boš zdaj kar tam preklel, pa bo... Jaz sem tak, mi smo se Slovenke, pa res nič proti nobenemu spet, ampak Ja. mi Slovenke smo se sam gledali med sabo in so bile tak, ok, we are not a problem, pač. Ja, tam dobiš res občutek, da se imajo za nekaj več, ne? Da so tako se v bistvu obnašajo kot res neke zvezdnice, ne? In jaz tega nisem navajena, me to pač tako... Ne, da me daš v ta krog ljudi, jaz se bom postavila v kot in gledala v steno. Zastaviš ta krog piran, ima ta knjiga, tako v kot jaz nisem, mene pojejo te ljudje. Res me pojejo, ker to so čist preveč močne energije, da bi jaz to shendlala. Tako da raj se umaknem in sem tako... Torej se ne obkroža z ljudmi, ki imajo visoke egote? Ne. Ne, absolutno ne. Nočem imeti takih ljudi okoli sebe. No. Želim, da smo vsi na neki podobni valovni in da znamo skomunicirati. Ne, da nas omejuje nek ful močen ego. To je kar stran od tega bežim. Ja, definitivno. Se mi zdi, da res trebno vprašala, kaj bi že recimo pri sebi spremeniti. Ja. Ne? Pa recimo tudi
pa smo omenili samo podobo, ne, itak je razlika v tem, da imaš ti neko dobro samo podobo, pa da imaš visok ego, ne, mislim, si imela kdaj visok ego? Bi rekla, da je bilo kako obdobje, ko si imela visok ego? Se mi zdi, da bom rekla, da ja, zaradi tega, ker sem imela včas problem mal z egom, v smislu, da ne vem, ko se mi je nekaj reklo, nisem znala vase pogledati, pa sem sam nazaj streljala, ne. Ampak ne govorimo zdaj o nekem groznem egu, ki ne bi mogel kdo z mano shajati, ampak tako pač, ja, sploh v tem najstniškem obdobju, ko misliš, da imaš vse prav, a ne, tvoji starši nič ne vejo, tvoja okolica, ti si najbolj pameten, ne. Tako da takrat, ja, pa sem to zelo hitro ugotovila, sploh po posnetkih, ne, recimo z Ines sva se velikrat kaj snemale, pa sem jaz videla vmes, kako se obnašam, recimo, ali do nje, ali tako, pa to niso nobene grozne stvari, ampak mene je to ful zmotil, ne, in sem bila tako, ne, jaz to nočem biti, to pa jaz ne bom, in sem takoj šla v to, da popravim te stvari. To je pa dolg proces, ne, ker ego, vsi ga imamo, vsi se s tem borimo na nekih točkah in je kar tale ego, moraš kar delati na temu in se res prizemljiti na tla vsakič, ko se ti kaj tazga zgodi, no. Je pa fajn, da vsaj opaziš, ker dokler ne opaziš, pa ga itak ne moreš spremeniti, ne. Ja, to je najbolj, ne vem, meni se zdi, jaz ga opazim ponavadi, ravno, ne vem, ko sem veš na WC-ju, pa začnem razmišljati o neki situaciji, pa sem tako, okej, ona ti je prej rekla to, sekundi, ko ti je ona rekla to, zato ker je to v tebi sprožilo, da si se ti počutila, kot da nekdo dol zabija neko tvojo vrednost, ali pa ne ceni nečesa, ali pa samo te hoče vprašati, zakaj je nekaj tak, ne? Ja. Avtomatsko ti to povezuješ s tem, kot nekdo je rekel, da to, kar ti delaš, ni okej, ali pa da ni, ne vem, ne? Ja. In pol je tak, okej, tak sem reagirala, ampak zakaj je ravno tako težko? Zato, ker ti ne moreš reči, jaz sem za drugače obnašala, ker ni vse v obnašanju, ampak je to, kako se ti počutiš, se mi zdi ful povezano z egom, ne? Ja, ker si vedno govorimo samo obnašanje, ampak se mi zdi, da je še tisto, da pa ti znotraj v sebi nekaj čutiš, ful težko za predelati. Ja, tako da se mi zdi, ker vsi rabimo neke terapeute. Ne vem, po eni strani, če tako gledaš, smo ful postali ta svet, da je preveč tega, ampak po drugi strani pa pač vsi imamo toliko stvari, se mi zdi, res za razrešiti. Ja, itak, saj smo vsi odraščali čist drugačno življenje, vsi prihajamo z nekimi svojimi torbami, ki pač jih je treba sam lepo popredalčkati, ne, in zdaj ali boš to delal, ali pa boš prekinil ta vzorc, pa boš nekaj naredil za to, ali ga pa pač ne boš, ne. Jaz ful vidim v generacijah, recimo, naša generacija je ful taka, prekinili bomo te vzorce. Udarna. Ja, prav, prekinili bomo in mi bomo zdaj pač naredili neko spremembo. Medtem ko malo starejša generacija, mogoče generacija mojega brata, tam 85-letnik dol gor, je pa malo takih, ful so kar šli s tem naprej, ne. Niso, mogoče so toliko zadej, ker ni bilo še vsega tega, ni bilo vseh teh informacij, ozaveščanja in so kar ostali, ne premikajo se toliko naprej, kakor pa mi. Tako da sem vesela, da se sicer premika ful, ker je potrebno, ful potrebno, sploh za mlajše generacije, ki zdaj prihajajo, ker se mi zdi, ker meni je, toliko mi jih je žal, da odraščajo v tem svetu, jaz si tudi predstavljati ne znam, kako je zdaj njim, ker to danes si pa ne bi želela imeti tazga otroštva, vse na računalnikih in ta hiter svet in toliko informacij in toliko enih standardov. Grozen. Jaz sem recimo ta generacija, ko smo se še recimo igrali zunaj, pa ne vem, imam gigantski trampolin, se spomnim, bilo nas je gor 10, tako dolgo smo bili tam, tako dolgo smo se smejali in ti lulat nisi šel, da si se še polulal na koncu tam in si sam skakal in se smejal in pole, ne vem, tam ti nisi šel, ti si toplih sendvičev pojest, ker nisi imel časa, ne? Zdaj pa, če gledam, da je vse, ampak kaj se mi pa zdi, da se pa zdaj malo bolj shifta že, da je bil vmes ta gigantski gap,
ko je bilo vse na računalnikih, da pa so zdaj manj na računalnikih, pa da so spet več zunaj. Tako se meni zdi, no. Ampak nasplošno gledam, pa mi veš vrže, ne vem, punčko staro 11 let, veš, na TikTok v neki furi page, slučajno pogledam in pač to so že takrat deklice namazane, res izgledajo tako, jaz sem že si prišla. Odraslo izgledajo. Ja. Danes otroci izgledajo odrasli. Jaz bi naredila vse, da bi lahko bila spet. Jaz sem vedno rekla, pač meni je najhujša stvar, ne mislim zdaj, obožujem vse, kar se v vsakem letu zgodi, pač vsako leto sem tako pogledam za nazaj, wow, pač to je bilo. Ampak pač mislim, težko si včasih rečeš, to je bilo good, ne? Ja. In jaz bi bila res tak forever young, če bi lahko, veš, tako nasplošno to otroštvo, ko si, ne vem, bil star 15, 16 ali pa še mlajši, pa veš, ti je bilo vseeno, nisi imel nekih obveznosti, ne, zdaj pa že se mi zdi, da ne vem, jaz se ne znam predstavljati, da je bila stara 10, pa se bi jaz stresirala, kakšen make-up si bom zjutraj naredila. Ja, no, si predstavljaš danes, ko imajo vsi telefone in punce v osnovni šoli, koliko je šele to enega obremenjevanja danes, s temi standardni, ki so danes postavljeni, ne? Kako je danes biti otrok? Mislim, jaz si lahko predstavljam, ampak si v bistvu ne morem, meni se zdi ful težko. Ampak oni ne poznajo drugačnega sveta, njim je pač to normalno, sam se mi zdi, da bo pa prinesel ful enih posledic. Ja, definitivno, se mi zdi, da že nasplošno vse stvari, ne vem, veš pač vprašanje, kam bo to šlo čez, ne vem, 30 let, boš, ne vem, da otroku pri... Ja, boh vem. Ne, tak res je... gre tako hitro naprej, da boh ve, kaj bo. Kak recimo gledaš na to, da vseeno imaš mejo med tem, da zdaj pa sem na telefonu, ker sem produktivna, ali pa zdaj pa sem na telefonu, ker sem kao produktivna, pa v bistvu sam scrollam? Ja, ne znam v bistvu niti več ločati, zaradi tega, ker meni se zdi, da jaz moram biti na telefonu dolg časa, glede na to, da pač moram spremljati trende, moram vedeti, kaj se dogaja, moram vedeti, ne rabim vedeti, ampak meni se zdi, da če hočem nekako biti v tem svetu in iti s trendi naprej in vse moram spremljati to. In to lahko pa samo tako delaš, če pač visiš na telefonu, ker dolg časa sej ni zdaj tako, da sem jaz cel dan na telefonu. Jaz res sploh zadnja leta odlagam telefon in sem res, ko smo skupaj s prijatelji, nisem gor, hočem biti tam v momentu in poslušati, kaj se ljudem dogaja in ne scrollati vmes. Ampak še vedno je pa veliko časa v primerjavi z drugimi, recimo, ne? In v bistvu ne ločam niti več, kdaj delam in kdaj sem gor sam za zabavo. Tako, sploh ne vem, ali sem gor za zabavo. Zadnje mesece ne bi rekla, da sem, ampak da res skozi pač iščem neke nove ideje. Mogoče si kdaj na TikToku mal lahko prvoščem tudi kaj zabave, ja. Če ne letim na pravo vsebino, seveda. Si imela ves neko obdobje, ko si šla malo stran, ne? Ko si vzela malenkost časa. Kdaj je bilo to? To je bilo 2 leti nazaj. Že tako dolgo? Ok, za koliko časa si vzela takrat pauza? Mislim, da sem 14 dni bila na off. Ok. Čist na off. In mi je bilo prav težko prijeti nazaj, ker mi je bilo tako fajn. Ko res telefon obremenjuje, ful. Ja, valjda, konstantno imaš ta FOMO, da moraš videti, kaj se dogaja, ne? Ja, veš, pa tudi recimo, ful smo nezavedno, kar obračaš telefon in gledaš, nekaj zabingla pogledaš. To je ful obremenjevanje. Mislim, to je skozi nek stalen kontakt z ekranom, ki ne bi ga rabila imeti, mislim, zakaj? In ja, mi je bilo takrat kar pol malo tako, moram iti nazaj, ne. Ampak se pol, ker si spet nazaj, pa spet isto, ne občutiš več tega, da rabiš pauzo. Vsaj jaz je trenutno ne. Če pa rabim, pa si vzamem 2 dni, pa 2 dni. Noben me ne bo pogrešal tiste 2 dni na Instagramu. A veš, tudi folk ne niti opazil, ne bo, da me ni mogoče kakno, ampak ni to zdaj tako. Jaz v bistvu imam vedno recimo telefon na tiho. Super. In na Do Not Disturb, zato ker trenutno imam en telefon,
moram, oziroma je že prišel, smo ravno pisali mail drugi, da imam enega za stranke in enega za to. Ker jaz že tega ne prenesem, da bi jaz smela naglasiti, da je mi iz Instagrama cel čas poročila letela, kaj še le kaj drugega. In se mi zdi, in me prav pri drugih recimo zmoti, da imajo telefon na glas. Pa vem, da it's not my place, ampak mene dela živčno, ne vem, veš, da ne vem, mi smo za na kavi, in tebi piska telefon. Jaz bi bila živčna. In vedno tako ga dol obrnem. Tak, let it be. To je super, da imaš neko tako zavedanje. Jaz tudi, če sem na kosilu, na kavi, imam telefon obrnen, ali ga pa sploh nimam na mizi. Pravilno bi bilo, da ga nimaš na mizi. Že spoštovanja. Spoštljivo, mislim, tako da probavam to čim več tudi narediti, ne sam, da govorim o tem, ampak imam pa še vedno prijatelje, skozi nekaj ne more se odklopati, ampak jih tudi njih malo o tem ozaveščam. In probam, da ima si zemno. Se je najbolj nič šlo, nič ne bo šlo mimo. Ampak je ravno to, ko se pa potem s tem ukvarjaš, ker se veš, ti se verjetno dlje, ko za en teden ne moš odklopiti, ker imaš naročnike, ker je pa še tvoja služba, in pa še če se bi hotel, zdaj verjetno, ko nekdo posluša, si mogoče marsikdo mislijo, kaj za vidi tu trapata, najbolj take primere, lahko sta srečni, da je pač to vajna stvar, ampak se je itak, ampak ko tako pomisliš, bi bilo včasih fajn, ne? Ja, itak, ampak se pravim, še vedno si ti to lahko vzameš, ne? Pa treba si jo vzeti, ne da si lahko, treba si jo vzeti, če ti tako čutiš. Če ne čutiš, pa ni potrebe, ne. Ampak če imaš pa neka letna sodelovanja, tako kot jih imam zdaj jaz leto si ne morem pač vzeti, ne. Ja. Ampak Kaj bi rekel, da te trenutno najbolj osrečuje v življenju? Osrečuje me najbolj moji pristni odnosi z ljudmi, moji prijatelji, moja punca, moja skejti, psička. To me najbolj polni, tako. Z njimi sem najrajš. In pa tudi čas sama sabo, tako. Tudi sama sabo sem rada. Koliko ti recimo živali pomenijo? Ja, ful. Toliko, da sem za 1 leto pa pol nehala jest meso. Ampak, veš, če ti odraščaš z drugo mentaliteto pa z mesom, je pol ful težko kar odrezati, ne. Mislim, jaz imam rada hrano, ne. In mi je to ful težko, ne znam še vedno ločiti te dva, kako naj zdaj to naredim, ker imam jaz toliko rada živali, kako naj naredim nekaj v to smer. Pa se delam. Malkrat jem meso, ne bom tako, da bom zdaj večkrat na teden ga jedla, ampak bom dala naprimer enkrat na teden, pa še to iz neke ekološke kmetije, kjer vzimamo, veš, da vem, zakaj se gre. Pa že to mi je težko, tako pomislim, kada delam nekaj narobe. Ampak to je res, če imaš res rad živali, pol štekaš, o čem govorim. In moja psička bo zdaj stara 17 let. In vem, da ne bo več dolg z mano. Mislim, lahko pa bo, you never know, ne? Ona vedno se obnaša, kada je mladiček na trenutke in ima še vedno zumije per 17 letih, ne? To je kar noro. In jo obožujem in da sva pač zelo, zelo povezani in si niti predstavljam ne, kako bo, ko bo enkrat šla. Sicer se pripravljam, ampak ne vem, če si lahko jih pripravljam na to, a ne. Spet bojo pa tukaj ljudje, kaj več, kaj s tabo z živalmi, da si lahko, tisti, ki nimajo živali, sploh ne štekajo tega, te ljubezni do živali lahko, ne. Ja, še posebej, ker je verjetno že 17 let s tabo, konstantno. To je družinski član. Ja, veš, tudi če si ti, še posebej, če si ti remote, če delaš od doma, še toliko več časa dansko z njo, ne. Vidim, da imaš tudi tatu, ne? Ja. Ja, boš pokazala? Se vidi. Seveda. Kjero? Imaš 2? Ja, še ptačko imaš, ne? Tukaj imam skejti, to je pa njena tačka v bistvu realni velikosti. Tako da, bo vedno tu s tabo. Tako da, Nika, hvala ti za danes.
Imaš kako zaključno sporočilo? Wow. Hočem zdaj nekaj pametnega povedati. Few moments later. Bodite prijazni en do drugega, ker to svet danes rab. Strinjam. Hvala. Hvala tebi.